kako boš to, pazi, kako boš to povedal, pa to bo veliko ljudi poslušal, pa kaj če on poslušal, pa a veš, milijone enih misli, ne. Rok Čoš, coach, speaker in avtor 2 knjig. In če ti ne delaš na čustveni inteligenci, se spustiš v bitko. Tako da, evo, to rola, evo, Rok Čoš, lepo pozdravljen na podcastu. Coach, speaker in avtor 2 knjig, naslednji korak in prava odločitev. Sorry, mi je prav šlo, zdaj vam zlava. Kaj, 200 že, ne? Ja, tako da, a še kakšno v prihajanju? Ne, bo verjetno enkrat, ampak še ne pišem. No, super. Nekaj cajta sva bila na kontaktu preko social media, ker me tudi mene zanimalo, imam v planu napisati knjigo, pa me zanimal tvoj proces, ker si sam izdal, se pravi samozaložnik, samozaložba, in potem so se spoznala na Flowsu, tvoja delavnica od postavljanja meja. In tam so se pole stopila v stik, tako malo bolj spoznala in me res veseli, da si se odzval, da smo tukaj zdaj in evo. Z veseljem. Tako da, evo, za začetek lahko malo na hitro predstaviš tvojo zgodbo in pole gremo tukaj naprej, ne? Ko si začel s tem, kar se ukvarjaš zdaj? Ja, nekako iz svojih problemov, ne. Začel sem z reševanjem svojih težav, tesnoba, nespečnost, občutek manj vrednosti, to borba za avtoriteto, primerjanje z drugimi. In ko sem te probleme odpravljal, sem na tej poti pol najdel svojo strast do tega, ne. In pa me je začelo to ful zanimati, sem šel pol vedno bolj v globino, in potem nekako na eni točki iz tega, da sem pomagal sebi, sem začel pol pomagati drugim. Long story short. Long story short. Ja. Tako da zdaj ful, se pravi, spikaš, ful govoriš, predavaš, ne, in po podjetjih in potem osebni coaching in tako naprej. Pa itak je fajn, da si dal pole vse v knjigu, ne, da pole lahko ljudje se dobijo ven z tega. Ne. Tako da, kako si pa začel, se pravi, da si malo povedal, kako si začel na temu, kaj so recimo bile neke prve stvari, ki si jih začel vključevati v svoje življenje, da si rešil, oziroma kako je potekala ta pot raziskovanja pri tebi? Ja, ena tak velik premik je bil, da sem nehal pred svojimi problemi bežati in sem se začel z njimi soočati in aktivno delati na njih. Torej, namesto da sem skozi bežal v neke hitre užitke, zabavo, sem šel bolj v raziskovanje, kako rešiti svoje težave. Tako da to je bil ta nekon glavni switch. Ne? In ko sem se začel v te stvari poglabljati, ena od stvari je bilo, pa če sem imel težave z zdravjem, že na tisti točki, zaradi nenehnega stresa, ne, ker pa če ti svojih težav ne rešuje, se ti nabirajo in pol je to breme vedno težje in pol to pride do nekega nenehnega pritiska in stresa, ki pa pol vedno bolj vpliva tudi na tvoje zdravje. In jaz sem takrat začel sem iskal vse možne načine, kako do tega, kako bom jaz to pri sebi rešil, torej, kako bom sebe rešil. In začel sem to raziskovati, začel sem brati, začel sem raziskovati s psihadeliki, začel sem se veliko pogovarjati tudi o tem. In ko sem jaz začel neke konkretne premike delati naprej, sem začel pol te informacije tudi najprej s svojimi prijatelji deliti, pa z ljudmi, s katerimi sem mogoče poslovno sodeloval. In je bilo vedno več zanimanja, za te, da bi jim še kaj več povedal. Potem je bilo čisto naključno, me en prijatelj spodbudil, da knjigo napišem. Ko ti tako fajne stvari razložiš, da mi tako ful mi delajo klikerji, pa ful manj teh aha momentov, da ti mogo knjigo napisati. In pa sem čisto impulzivno, sem rekel, kva če bi pa res, in sem se lotil in sem jo v dobrem mesecu spisal, izdal in potem sem jo dal sveta. In pa sem tudi preko knjige sem dobil svojega prvega coaching klienta, ki je knjigo prebral, pa je rekel, ful respekt za to disciplino, pa za kako si življenje postavil. Jaz se ful vrtim v krogu, probam, se spraviti, trenirati, probam zgodaj vstajati, probam delati na sebi nekaj konsistentno, pa se potem vedno ujamem v ta nek začaran krog enih in istih ponavljajočih vzorcev, vedno padem pol nazaj, ven iz tega in je pol ta nenehten boj sam sabo. Jaz bi tudi naredil tak premik, ki si ga ti, torej da to lahko res za sabo enkrat pustim, ne samo začasno, ampak za dlje časa ali pa za vedno. In sva pol tako začela sodelovati in ker sva imela dobre rezultate, sem potem, ker je ta človek bil tudi, je podjetnik, sem potem dobil še njegovo ekipo v coaching in to je bil nekako moj prvi ta coaching projekt.
Potem pa preko referenc, preko tega, da se je knjiga tudi zelo prijela. Naslednji korak je zdaj že prodanih prek 10,000 izvodov, prava odločitev, ki je prišla oktobra lani ven prek 2,000, tako da knjiga že ima, knjigi že imata neko širšo publiko, imata že kar dosti bralcev in potem, ko ljudje sebe noter skozi te vsebine najdejo, stopijo z mano v stik in potem tam ali gremo v coaching, ali organiziramo kakšno delavnico, ali naredimo kakšen team building za njihovo podjetje, da je malo prijetno s koristnim, torej še neke vsebine na temo komunikacije, vladovanja stresa in tako. Tako da nekako pustim, da se vse tako organsko razvija, seveda pa sledim tudi temu, kar me zanima, torej v prvi vrsti sebe vidim kot raziskovalc, torej ne nekdo, ki sam predaja stvari naprej, pa od tega živi, ne vidim tega zgolj kot nek svoj poklic, kjer jim jaz služim denar, da živim, ampak se vidim kot raziskovalca, jaz se ne ostavim tam, ker mogoče zmanjka nekih vsebin na to temo, ampak grem naprej, raziskujem skozi prakso in tako, ker je tukaj leži moja strast. In potem svoje te ugotovitve podam v obliki videovsebin ali pa v obliki knjig. Jaz sem se zdaj ful videl s tem, kar si povedal, tako da tudi mene zanimajo te stvari, mogoče podobne kot te, ampak jaz sem bolj tako lifestyle in tako, ampak tudi pač tako mentalno vse povezano s sabo in tako. In je zanimivo, kako te neke življenjske preizkušnje pa le pahnejo na tu pot, in kadar se prepustiš, pa le se začne odpirati stvari in tako. Da bi se še malo ostavil pri toj zgodbi, si rekel, da si imel težave z zdravjem in tako. Bi šel malo bolj konkretno, kako si se tega lotil, ker tudi težave z zdravjem dosti krat mislimo, da vse je samo fizično, ampak je dosti tudi mentalno, podzavestno, na duševnem nivoju in tako da me zanima, kako si uspel priti iz nezdravja v neko dobro počutje in tu, kjer si zdaj, kakšni so bili neki koraki, ki si jih mogel delati sam pri sebi. Ja, najprej, tako kot pa verjetno večina, najprej sem malo začel googlati, pa sem pol hitro videl, da to ni bil najboljši korak, ker je bilo sam najhujš, pa mi je bilo še bolj strah. Pa sem šel pa zdravnici na pregled, pa smo pač pregledali te neke osnove, kri, pa vse te markerje. In ni nič ko neki ful ven izstopala. Jaz sem pa takrat imel zelo velike težave z prebavo pa želodcem, dvigoval me je kislino, imel sem že razjede po grlu, dobil sem tiste Nolpazo, Nexium za obvladovanje situacije, ampak se stvar ni popravila, ker seveda to blaži simptome, ne odpravlja vzroka. Ker tako, kot si že sam rekel, pač ni to pač fizično, to vse zelo povezano, mentalno, pa telo sta eno. In večina teh stvari skozi se to pol manifestira v telo in telo nam kaže pol te simptome, telo nam pokaže ta končen rezultat, začne se pa v našem umu. In pri meni je bilo čistko. Mene je že zdravnica sama rekla, kaj pa če je stres, ampak ker jaz takrat nisem stresa tudi razumel in ker je bil nenehno prisoten, sem se jaz na njega navadil in jaz sploh nisem vedel, da sem toliko pod stresom, kot sem bil. Sam skozi je bila ta neka napetost prisotna. In pol sem se začel malo to poglabljati, mislim malo konkretno in to raziskovati, ker po tej neki klasični poti, da grem zdravniku, pa da me malo pogledajo, pa to nismo najdli nekih odgovorov. Šel sem tudi na kolonoskopijo, gastroskopijo, kup enih pregledov, ki niso glih najbolj prijetni. Hotel sem ugotoviti vzroke, in sem rekel, pač karkoli bo treba narediti, da jaz vem, kaj je. In nič ni pokazali, nič ni bilo. Vse je v redu s tabo. Ja, ampak vedel sem, da ni bilo, zato ker jaz sem še vsem imel enkrat na mesec ali pa na 2 vročino, še vsem sem imel zelo krhek imunski sistem, mene je čutil sem bolečine, imel sem prebavne težave, in torej ni, da ni bilo nič, ampak ni pokazal na nič tazga konkretnega, in zaradi tega pač bil sem izčrpan, nisem dobro spal, tesnoba, pač kakovo življenje je bila, čeprav na ven je izgledalo super, kako sem se pa vse počutil, je bilo pa relativno nizka. In ko sem jaz začel te stvari pol raziskovati, nek največji premik, ki sem ga naredil, je bil moj prvi trip s psihadeliki, ki sem jaz v bistvu se svojim egom spoznal pa soočil. In sem videl, da ta ideja, kdo jaz mislim, da bi jaz mogel biti,
pa kdo, kaj mene dejansko vodi srce, kdo jaz dejansko hočem biti, da sta te dve osebi dosti različni. In da grem proti sebi, da delam proti sebi, da nisem iskren. Ne, da imam idejo, da moram biti za druge nekaj, kar dejansko jaz v sebi sem čutil, da nočem to biti. Ne. In tam je pol sem začel v to se poglabljati in ugotavljati, kje sem jaz nekako v razkoraku, ne, torej, oziroma navskriž s tem, kdo jaz čutim, da si želim biti, pa kdo jaz dejansko, kjer je dejavnosti oziroma kaj jaz dejanji počnem, kjer misli se mi pojavljajo, kdo jaz mislim, da bi mogel biti. Ne. Začel sem raziskovati, kje se te dve podobi razlikujeta in začel pol aktivno na tem delati, da sem jih poenotil, torej, ampak ne, da sem najdel nek umesen kompromis, ampak da sem vedno bolj se premikal v to smer, torej, kdo jaz dejansko hočem biti. Pa ne, kdo jaz mislim, da bi mogel biti, ampak kaj mene vleče srce, kaj sploh čutim. Ne, začel sem iti vedno bolj v to čutenje, poslušanje samega sebe. In tako so se začele pol stvari popravljati. Zdravstveno stanje se začeli izboljšati in pol na eni točki po nekaj mesecih so vsi te simptomi, ki sem jih premel, sem vse spucal. Torej, ni bilo več težav z želodcem, ni bilo več prebavnih težav, ni bilo več nihanja imunskega sistema, ni bilo več vročin, ne, pač počutje, ni bilo več te nenehne napetosti, ne, ker nisem bil nekdo, ki nisem. Vedno bolj sem jaz postavil jaz. Tudi v tem sem se najdel, ker tudi recimo jaz, zakaj me je potesalo na to pot dobra počutja, zdravega življenja, ali isto, ne, refluks, težave z zdravjem in tudi jaz sem se mogel takrat, čeprav jaz nisem tako hitro soočil s tem, je bilo bolj na zanikanje, ampak pole vidiš, da ko začneš delati na sebi, se začnejo pole tudi težave z zdravjem počasi transformirati in pole vidiš nekoliko ta notranji svet in miselnost in stres, ker tudi recimo stres si omenil, ne, dostikrat imamo prepričanje, da je ves stres slab, ne, ampak se deli spet stres na dober, slab, kronični stres, se lahko tudi malo poveš od tega, ne, da v bistvu niso vsi stresi isti, ne, imaš tisti dober stres, ki te okrepi in pa kronični stres, ki traja dolgo časa in te izčrpuje na dolgi rok. Ali kako ti gledaš na to? Mislim, slabo pa dobro, to je ful subjektivno, ne? To je neka naša sodba, ne. Zdaj, če gledaš, že kroničen stres slab, slab je, če se ti noče z njim soočati, ne, pa če hočeš od njega bežati. Je pa to eno sporočilo, ki že zelo dolgo v tebi odzvanja in ga ti noče slišati. Ne, kje pride do stresa pride tam, kjer se naša ideja s tem, kako bi stvari mogle biti, ne ujemajo s tem, kako stvari dejansko so. Ne, torej, jaz imam kronični stres na področjih, kjer jaz nočem ene stvari sprejeti ali pa ko grem proti sebi, že ful dolg. Tam se pa ta kroničen stres pojavlja. Kroničen je samo zato, ker ga že toliko časa ignoriram. Ne? In zdaj, a je to slabo? To so zgolj neki signali, ki nam jih naše telo daje. Ne? Naše telo nam skozi naše počutje skozi kaže, ali smo mi na poti, sledimo svojemu srcu, ali se pa borimo proti sebi. In kroničen stres, ne, torej tako rekoč slab stres, pušča vedno večje zdravstvene težave, zato ker naše telo je tako, najprej ti na lep način pove, ne, ti si malo utrujen, da ima vse spoči, to ni, ali pa ti poda nek občutek nekega nelagodja, ne, lej, to pa ne rezonira glih s tabo, ne, ampak če ti dolgo rineš proti tem občutkom, da ti preslišiš ta prvi signal, prije drug signal, ki je že malo močnejši, ne, tam že malo ti začne malo imunski sistem pešati, ne, ti telo že bolj kaže, lej, ta pot, po kateri hodaš, to res ni dobro, da se ti malo ustav, ne, telo te ustavlja, ne, in pa malo zboliš, ne, malo dobiš vročino, za 14 dni obležiš, ne, dej, oblež malo, premisel, neki spremen, ne, to ni good, ne. Pa itak ti to ignoriraš, ne, in gre naprej in to parkrat se ti ponovi, pa ali pa telo, ja, nič, lej, tega ni slišal, moramo še bolj na glas povedati, ne, in to se stopnjuje do smrti, ne. In zdaj na kateri točki boš zdaj ti se odločil, da boš šel proti sebi, a ne, oziroma da boš nehal iti proti sebi, pa boš dejansko slišal te signale, ki ti jih telo pošilja, je po tebi odvisno, to je pa ta svoboda izbira vsakega posameznika, ne. In fajn je čim prej. In ko sem jaz to pri sebi spoznal, sem začel te signale čim prej slišati, a ne. Zdaj je malo stresa, ko pride, sem že, kaj pa je to? Ja, ok, zato pa grem jaz pol v raziskovanje, ne, odkje je to prišlo, zakaj zdaj čutim stres v tej situaciji, kaj lahko jaz zdaj naredim, da bom jaz ali spremenil svoj pogled, da me to ne bom tega toliko osebno imal, ali pa da bom jaz nekaj naredil, da bom rešil ta problem, da se mi ne bo ponavljal in bo glih tako stvar rešena pol, ne.
In greš ful bolj, v bistvu stres postane to tvoj zaveznik pol s časom, ker te vedno bolj osvobaja, ker vedno, ko tam pride, ko ti malo zaide s poti, ali pa, ko se zgodi ena situacija, ko ti nočeš, da bi se, je pol ti življenje da lekcijo skozi stres. In zdaj, če boš ti to poslušal, pa boš nekaj glede tega naredil, pa boš se malo vase poglobil, pa boš skušal to razumeti, boš iz tega dobil zelo dragoceno lekcijo, zaradi kjer boš potem kasneje bolj funkcionalen in bolj srečen človek. Če boš pa ti takrat to potisnil v ozadje, je pa to tisto, ki se bo ti začel nabirati, ko bo pa s časoma postal kroničen stres, ko bo toliko enih teh signalov, ki ti jih telo pošilja skozi v ozadju tlel, da ti ne boš več vedel, kjer signal je za kaj, ampak bo sam čutil nek ta šum. Kakor da ti telo pošle vsaka stvar, ki ti povzroči stres, da ti pošle neko noto, neko sporočilo. In ko je eno sporočilo, ga ti lahko jasno slišiš pa razbereš. Če pa ti to sporočilo pometeš pod preprogo, pa drugo, pa tretje, pa četrto, in pa ko vse to skupaj pride, pa ni več to jasno sporočilo. To je isto, kot da bi istočasno predvajal 10 različnih komadov na radio. Ne slišiš več točno besedila, niti ni prijetno, ampak je vse nek tak šum, pred katerim ti skušaš pobegati, zato ker nimaš ideje, kako bi se ga lotil. In tle pol pride do tega problema. In večina ljudi ima ta šum nenehno prisoten. In vse, kar znajo narediti, je, da znajo pred tem pobegati. Znamo, jaz sem to zelo dolgo tako to delal. Pa bežimo v razne distrakcije, malo pržgeš en cigaret, da se malo živčni sistem umiri, se napiješ v petek s prijatelji, da malo odmisliš vse to, pa si malo bolj v trenutku, pa spustiš ene dele sebe ven, ki jih drugače tiščiš dol. Pržgeš televizijo, pa gledaš svojo najljubšo serijo 10 epizod zapored, zato ker se ne rabe sabo ukvarjati, ampak si v drugem svetu in ti se opazuješ in si ne jemlješ teh stvari osebno in si neobremenjena. In kup enih takih pobegov. Ampak nič od teh pobegov, čeprav ta trenutek imaš občutek, da si rešil problem, ga nisi rešil, sam predstavil si ga na kasneje. In tle je pol ta glavni problem, ker mi te probleme predstavljamo na pojutrišnjem, naslednji mesec, tudi svoje želje predstavljamo naprej. Si nekaj želiš, pa zdaj ni pravi čas. Enkrat pa bom. In mi to vse, kakor da damo v nek naš nahrbtnik in pol noter v tem nahrbtniku nosimo vse nerazrešene težave, vse neizpolnjene želje in ta nahrbtnik je vedno težji in ti imaš vedno manj motivacije pa želje za življenje, ker je kakor da bi skozi hodil v nek hrib gor s ful nekim težkim tovorom in ta hrib se nikoli ne konča in nikoli ni onega občutka, da se sprostiš, razen skozi te neke hitre užitke. In to je tak začaran krog, v katerem je ujetih večina ljudi. Ja, to je ful dobra prispodoba, zaradi tega, kako spustiš stvari, prav čutiš, kako se ti ramena sprostijo, kako se tle dol sprostiš, in prav kot da bi odložil nahrbtnik dol in lahko pa le zadihaš. In tako je pa problem, pač se soočiti s tem, zaradi tega, ker je veš, da je nekaj temna noter, težka tam od spodi, zdaj kako se s tem soočiti, to je pa le vprašanje. Imaš mogoče kakšen nasvet, pa recimo kakšno strategijo, kako se s tem spoprijeti in začeti predelovati te stvari. Ja, najdete moč nek svoj način, Ankoli pa ni lahko, ker to je pa pogum, Pogum ni to, da tebe ni strah, ampak ti vedno čutiš nek strah. Strah je prisoten, In pogum je tukaj zato, da ti kljub temu, da te strah narediš ta korak, se soočaš, si upaš biti iskren, pogledaš resnici v oči, poveš drugi osebi to, kar čutiš. To je vedno scary, nikoli ne veš točno, kakva bo reakcija, kakva bo posledica tega, zato ker še tega mogoče do zdaj nisi naredil, pa ne veš, kam to pelje, naš ego se ful boji neznanga. In zato se rajš teh stvari izogibamo instinktivno. In zdaj na nas je, da najdemo neke svoje načine, neke svoje pristope. Recimo ena stvar, ki je zadnje čase zelo prakticiran, ki mi to olajša, je recimo, ko pride kakšen dan, ki sem mogoče malo bolj, da rečem, ok, danes mi pa ni glih tle v pisarni za ždet pa to delati, imam sicer ene par aktivnosti splaniranih, ampak
danes bi pa rajš nekaj drugega, danes bi pa rajš Frej, danes bi pa rajš to. In jaz sem najdel nek način, kako v bistvu to željo sebi uprit izkoristim in si rečem, lej, imaš tle 5 aktivnosti, ki si jih splaniral, ni treba teh 5 aktivnosti danes narediti, če boš naredil eno nelagodno, ki jo mogoče en čas predstavljaš, pa se ne lotaš, ki veš, da te čaka. Ne? In če res fajn pomisliš, imamo vsi imamo kakšno tako stvar. Ker nam na vsake tok cajt tako veš, da moraš narediti. Ali je, pa se zelo to čisto ene banalne stvari. Ali da greš zarihtati nekaj za ene računovodske stvari. Ali da se pogovoriš z enim prijateljem, ki je nekaj enkrat naredil, ki imaš noter, pa še nista predebatirala. Ali ne vem, se lotaš enega projekta, ki ti je mogoče zelo neznan glede tvojega posla, pa čutiš nek notranji odpor, ki ne veš, kako bi začel. Torej, jaz v teh primerih se v bistvu sam sabo spogajam, ali bo naredil 5 majhnih stvari ali pa eno nelagodno. In me to spodbudi, da se polažje s tem soočam, zato ker bom to naredil, ne vem, lahko v pol ure, ali pa je to en nelagoden klic, ne? Pa ga mesto pol ure zarihto, pa pol preostane gneva Frej. Tako da, v bistvu, da se ti naučiš nek način, ki tebi funkcionira. Zdaj, mogoče to zame primerno, mogoče za koga drugega ne bo, ne? Mogoče bo nekoga drugega nekaj drugega motivirali. En od načinov, ko lahko te stvari naredimo, te premike, je tudi, da si en velik korak razdelimo na 5 manjših. Ne? To smo se tudi na tej delavnici postavljanja osebnih mej pogovarjali. Ne? Torej, če ti rečeš, ok, jaz moram osebno mejo postaviti, meni je to grozen, ful me je strah, je to en velik korak. Je to kot ena gora, ki ne vidiš, kako boš čez prišel, ker je enostavno videti pretežko. Ne? Tvoje telo se proti tem bori, zelo ti je nelagodno, zmrzneš. Ne? In če pa to razdeliš na manjše korake, da rečeš, ok, da najprej spoznaš, ok, to mi povzroča nelagodje, s tem bi se bilo fajn soočati. Ne? Drugi korak je, da se umiriš svoj živčni sistem, zadihaš, si malo povrneš to mirnost, ne. Tretji korak, razmisliš, ne, kaj dejansko si želiš, aj tle boš mejo postavil, a boš rekel tle ja, aj boš da rečeš ne, kaj ti hočeš, ne, kaj drugi od tebe pričakujejo. Četrto, se odločiš, ne, a boš rekel ja, boš rekel ne, in ko se odločiš, to zakleneš in rečeš, tle, taka je moja odločitev. Pol 5. korak, lepo izraziš to, poveš sam ven, se ne obremenjuješ toliko s tem, kako, dokler tega res ne osvojiš, teh 5 korakov, ampak sam da daš ven, in ko greš čez teh 5 majhnih korakov, je veliko lažje unga ta 5, ko to izustaš narediti, kakor če je vse, jaz moram tle mejo postaviti, pa nimaš enega procesa, kako do tja prideš. In pri premagovanju strahov je dostakrat tako, da prvo, ena od stvari, ki dostakrat delamo, je, da odlašamo s tem. Torej, mi si ne zberemo svojega bojišča, ampak pustimo, da nas življenje preseneti. In takrat, ko nas preseneti, nas preplavi ta občutek nelagodja in je naenkrat ful preveč. Zato je recimo fajn s svojimi strahovi se načrtno soočati. Da si rečeš, jaz sem pa zdaj s tem strahom soočil, vem, da me to ovira v življenju, ampak ne bom čakal, da me življenje preseneti, ampak bom jaz se odločil, kdaj se bom soočil in se bom malo na to pripravil in bom ta korak naredil, tudi če mi bo nelagodno. In to recimo meni pomaga pri mojih strahovih. Jaz sem imel recimo grozen strah pred javnim nastopanjem. Meni je bilo 6 let nazaj že podcast posnet ful težko. Skozi misli šibale, kako boš to pazi, kako boš to povedal, pa to bo veliko ljudi poslušal, pa kaj če on poslušal, pa veš, milijon enih misli, ne? In pol to hitro rata preveč, overwhelming. Ne? In jaz, ker sem vedel, da me ta strah pred javnim nastopanjem hromi, sem se na eni točki odločil, da nočem, da me hromi. Jaz nočem, da me to drži nazaj. Jaz imam le tako delo, take stvari me zanimajo, pa tudi prej, ker sem šel v vodenju delo, so prišle situacije, ki bi mi to zelo prav prišlo, pa sem se temu rajši izognil, zato ker me je bilo strah. Sem rekel, nočem več spuščati priložnosti sam zaradi mojega strahu, dajmo se naučiti s tem nekako delati. In sem rekel, ne bom več čakal. In takoj, ko sem dobil prvo priložnost, ki se mi je pojavila, da bi imel neko predavanje, sem rekel, zagrab, nared,
tle s tem se bo zdaj soočil. In sem sicer prej par dni zelo slabo spal, zelo sem bil nervozen, ful me je bilo strah, težka preizkušnja je bila, ne? Ampak, ko sem jo pa stopil ta korak čez, ko sem naredil ta korak v neznano, ko sem stal tam pred 50 ljudmi z mikrofonom v roki, pa sem na začetku, sem to tudi izrazil, sem rekel, mene je zdaj ful strah, imam velik strah pred javnim nastopanjem in sem jim to povedal in so se malo nasmejali in je to malo sprostil cel prostor, nisem rabo več tega skrivati, ne? Sem dal to ven in ko sem začel govoriti, ko sem padel noter, ko sem začel uživati v tem, pol sem pa videl, da če se jaz s tem strahom soočam, da jaz pa to zmorem. Ne? Kar ne pomeni, da zdaj naslednjič, ko sem imel spet nek javni nastop, da tega strahu ni bilo več, ne deluje tako. Je bil pa manjši, pa vedel sem, da je obvladljiv. In na tak način ti korak za korakom te svoje strahove začneš obvladovati, naučiš se z njimi ravnati, vidiš, kako vplivajo na tvoje telo, kaj se s tvojim telesom dogaja, kako v bistvu kako to na tvoje dihanje vpliva, kako ti puls naraste, kako tvoj funkcionira, ker si ti ful pod pritiskom, pa kako je, ko si sproščen. In pol je na tebi, tvoja odgovornost je, ker noben drug tvojih strahov ne bo namesto tebe premagal, da ti najdeš neke načine, kako se s temi izzivi soočati. Ker mi doskrat smo mehni otroci vse, pa ne. In ker si bil mehen, si upal, da bo tvoj ati rešil situacijo, ali pa tvoja mami, ali pa tvoj starejši brat, pa bo on prišel, pa bo se postavil zate. Ne? In kakor da si čakal enega princa na belem konju, ki te bo rešil. Z našimi strahovi je pa tako, da noben drug jih ne more premagati na mesto nas. Ne? Mi smo tisti, ko moramo postaviti osebno mejo, če hočemo biti svobodni, da se soočimo s svojimi strahovi, če nočemo, da nas obvladujejo. Noben drug to ne bo namesto nas naredil. In ko se tega res zavedaš, vidiš, da druge opcije ni, kakor da se s tem soočam in potem je lažje. Ker veš, da ti drugega ne prostane in pač, če druge ni, pač grem čez to, če hočem biti tega osvobojen. Ja, tisto te stisne, nekaj moraš nekaj narediti, ampak če imaš, ko si rekel, neke pač korake, manjše korake, imaš nek framework, ko si recimo pri mejah, ne moram to, pa to, pa malo umiriti telo, pa zadihati, se malo sprostiti, ker recimo pri javnem nastopanju, če imaš ti ful velik strah, priješ gor na oder in kar naenkrat, freeze in poleg kaj zdaj narediti, in verjetno se moraš vnaprej malo pripraviti, če bo prišlo do tega, samo zadihi, umir se, recimo meni pri javnem nastopanju poleg cajtam, kadar imam kakšne predavanje in to, se provam čim bolj samo prepustiti, pač da prija skozi mene, ne vem, kakšna je tvoja izkušnja, ampak bolj, ko hočem kontrolirati, kaj bom povedal, slabše. In samo pač prepustiti, vem vnaprej že, če govorim in tako, in samo prepustiti sproščenost, in ko padeš enkrat v tisto sproščeno stanje, se mi zdi, da zlaufa. Samo ne vem, kakšna izkušnja pri tebi glede tega. Ja, da ne skušaš svojih občutkov prikriti, predvsem to, da ne igraš dvojne igre, tako kar v življenju, da si iskren. To je vsaj zame najboljša formula. Jaz se ne pripravljam na pamet, ampak govorim iz sebe. Jaz tudi, ko imam te stvari, delavnico, si pripravim neko ogrodje, kjer stvari hočem vse povedati, nek vrstni red, ampak ne učim se stvari na pamet, ne učim se stavko, ne grem pol ful čez, pa se ful pripravljam, ker tako govorim iz izkušenj, govorim iz sebe ven. In se mi zdi, da to je tudi en pomemben del pri javnem nastopanju, da tudi da probaš čim bolj iz sebe izhajati. Zame to ful deluje, mogoče so neki javni nastopi, ki to ni najbolj primerno, ali pa je mogoče naloge malo drugačna, ampak meni, odkar sem jaz začel tako iz sebe govoriti, svoje izkušnje deliti, mi je postalo ful lažje. Tudi če se kadarkoli, če se kje zgubim, vedno se vrnem k sebi, zadiham in povem pač, kako jaz te stvari vidim, kako jaz te stvari dojemam, do tega imam pa vedno dostopne. Zdaj si omenil, da si bil na razpotju, takrat, ko si imel te težave, tisto, kar si ti bil, nisi tudi živel. Pa me zanima v tem procesu, kako si rekel, da si združil, se pravi, tisto, kar si, pa tisto, kar si živel, kako je potekal ta proces in kako si gradil to, kar si zdaj omenil, to pristnost, authenticity, ker verjetno to je bil tudi verjetno kar proces tako na osebni ravni si predstavljam, pole pa itak tudi karierno, se pravi, si zaključil službo, si šel na svojo pot, to so taki dolgi, močni procesi, predvsem ko vidiš, ko prvič spoznanje, ne živim sebe, tisto je zna biti kar tako overwhelming,
Ja, proces je dolg, tako si omenil, iz vidika, da se nikoli ne konča. Do smrti traja ta proces, ne? Ampak začetek je pa lahko instanten. In pri meni je bilo to, ko sem jaz spoznal, koliko mene ta neiskrenost drži nazaj. Sem vedel tudi, kje so one stvari, ki mene najbolj težijo, one temne skrivnosti, one stvari, ki sem se jih sramoval, ki sem mislil, da jih moram pred svetom skriti. Sem videl, da dokler me te stvari skrival, bojo od mene te stvari držale v pesti. In prva stvar, ki sem naredil, je, da sem se s temi stvarmi soočil in jih tudi izrazil, da sem povedal ljudem te stvari, ki sem se bal, da bi oni vedeli. Da sem priznal svoje laži, da sem priznal vse te stvari, ki sem mislil, da bom za njih obsojen. Sem jih dal ven v svet, sem dal svetu priložnost, da me sprejme. Tazga, kakor sem, ne kakor mislim, da se moram jaz za njih pretvarjati, da sem. Koliko strahu je bilo pred tem? Ja, veliko, ampak takoj, ko sem jaz spoznal, da je to ena stvar, ki me res drži nazaj in da ni tle nobene druge bližnjice obvoza, da tle jaz, če jaz tega ne bom povedal, če jaz se s tem ne bom soočil pa prevzel odgovornost, da bom še naprej v tem odreku, po domač povedan, ki sem bil. Ne? In jaz sem se hodil tega rešiti, jaz sem se hodil osvoboditi. In edini način je, da jaz te stvari povem. Meni je bilo to grozen, povedati punci, da sem jo prevaral. Meni je bilo grozno povedati, da sem se takrat zlagal zaradi tega. Meni je bilo grozno prevzeti odgovornost za te stvari. Ampak sem vedel, da je to edina pot, ki me bo pripeljala do neke osebne osvoboditve. In ker sem to naredil, sem dal to ven, je bilo kakor, da se mi ena največja skala odvalila od srca. Kakor da sem celo življenje nosil ruza, ki ima 50 kg gor in se navadil z njim živeti in vse možne kompenzacije, samo da je to šlo čez. Potem sem pa videl, da lahko jaz ta ruzak odložim in sem prvič v življenju tako res zadihal. Prvič v življenju sem jokal, prvič v življenju nisem jokal tako zares, da me je prepucal. Prvič sem začutil svoje emocije, prvič sem začutil ono lahkotnost, ki jo lahko imaš na srcu, ki nimaš kaj več za skrit. In pa sem rekel, ok, ta občutek je res fenomenalen, ta lahkotnost, jaz hočem sam še tako živeti. In sem se zavezal 100% iskrenosti, da ne lažem več. Ne glede na to, koliko priročno se mogoče trenutek zdi, da je laž, da bi mi bila kot neka bližnjica, da bi me pripeljala naprej. Sem se zavezal, da tega ne počnem več in od takrat se tega držim. In tudi, če mi je nelagodno, tudi, če bi mi bilo lažje reči nekaj, ker vem, da bi drugi to lažje sprejeli, jaz tega ne bom naredil, zato ker vem, da to ni bližnica, ampak je stvar, ki me bo spet vlekla nazaj, zato ker sem imel sam izkušnjo, kaj so laži naredile z mojo samozavestjo, z mojim počutjem, z mojim zdravjem. Tu mi recimo ta laž, mi je ostala tudi ena izmed stvari, ki mi je ostalo iz tvoje delavnice od mej. Veš, da bi mogel nekomu reči ja, ampak odlažeš s temi majhnimi lažmi. Ja, ne vem še, bom videl, mogoče bom imel čas, mogoče ne bom imel čas, čeprav znotraj sebe čutiš, da je ne. In potem ti se odlašaš naprej in s tem si po eni strani si kupuješ čas, da dobro premisliš, po drugi strani pa te zacikla v ta krog misli in odlašaš tu odločitev za brezveze. Pa pole se stres dvigne in to je recimo ena stvar, ki mi je ostala po tisti delavnici. Da pač če začutiš, greš čez ta proces, ok, razmišljiš, ne, to ni to, moraš takoj to. Tudi jaz imam s tem težave, ne odlašam stvari, odlašam odločitve, ampak mi je bilo znotraj sebe hitro čutim, ali je to ja ali ne. Jaz sem še recimo po human designu, imam tak center, da v telesu začutim, ali je to ja, ali je hell yeah, če je to, je pole ja, in če ne, vse ostalo je ne, ampak dosti krat je ja, pa bi, pa ne bi, people pleaser in tako naprej. In pole odlašam odločitev in pole na koncu, v zadnji minutu, dosti krat se zgodi, nekaj odpovem, ampak v bistvu to tudi nisi pristen sebi, se to si lepo povedal na delavnici, se v bistvu lažeš samому sebi. Ja, pa veš, balast je to vse. Vse te stvari, ki jih ti ne razrešiš zdaj, te čakajo. In naš je tako narejen, da mi imamo vgrajen opomnik noter, nek lup. Vsak ene misli, ko smo si rekli, da jih bomo še naredili, nas na vsake tok časa se nam pojavijo spet. To še moraš narediti, to še moraš narediti, to še moraš narediti. In namesto, da bi ti bil tukaj v trenutku sproščen,
ko imaš vse razčiščen, pa si res lepo uživaš, pa se s prijateljem pogovarjaš, pa piješ kavico, pa debatiraš neobremenjeno, se ti vmes, ki ti on nekaj razlaga, ti kar utavaš, ker se spomniš eno stvar, ki te še čaka, ki si jo preložil, ki si rekel, da bo še sporočil to odločitev. Čeprav ti si že na začetku vedel, kaj hočeš, ne? Ampak tako si rekel, pač kupuje si nek čas, misliš, ampak ga v bistvu zgubljaš. Nič si nisi kupil s tem. Vse, kar si s tem naredil, je, da si to breme se odločil še dlje časa nositi. Odločil si se biti obremenjen. Nisi si kupil časa, čeprav naš ego nam to zna dobro prodati, ne? Kup si čas. In kar se pa zgodi je, da ta človek, recimo, ki si ti rekel, da mu bo še sporočil, čeprav ti že v štartu veš, da je odgovor ne, on še vedno upa in malo računa, da na tvojo pomoč, ne. In kaj ti s tem delaš, ne? S tem, ko ti zavlačuješ in mu pa zadnjo minuto rečeš pol ne, ta človek mogoče ni šel toliko aktivno v iskanje pomoči drugje, ker je še vedno malo računal na tebe, ne. Torej ti ne delaš usluge ne drugim, s tem, ki si kao bolj se izogneš trenutnemu nelagodju, pa mu rečeš ne sebi, ker ti si boš ta čas obremenjen, ker še veš, da mu nisi sporočil ali ne. Veš, da te to soočenje še čaka, ko boš mogel reči ne. Ali pa mogoče si na začetku rekel ja, zato ker ti je bilo nelagodno reči ne, pa si pol zadnjo minuto nekaj izmisliš, da ne moreš, ne, zato ker čutiš, da nočeš tega narediti. In zdaj ta človek, če bi mu tako rekel ne, bi rekel ok, nič hudega, si poišče nekoga drugega, bi bil na to pripravljen, na to pomoč, ki je rabil, pa bi zarihtal lahko to zadevo, on ne bo mogel tega narediti, ti už pa imel pol slabo vest, ker veš, da si ga pustil na cedilu. To so te začarani krogi, ki se mi v njih vrtimo, ki ne delajo nobenemu usluge. To je to otročje nesprejemanje odgovornosti, ki smo še majhni otroci vse in se nočemo soočati z resnico, nočemo biti zares odrasli. Sem menil te otroče stvari in tako, koliko recimo tvojega raziskovanja je bilo tudi iz preteklosti. Pač ta raziskovanje, predelovanje preteklosti je dvorezni meč, po eni strani moraš, da razrešiš neke stvari, po drugi strani pa, če se preveč s tem ukvarjaš, ne, te pole prizemni oziroma te pahne v preteklost. Kakšen je bil ta proces pri tebi? Jaz sem se največ ukvarjal s sedanjostjo, torej tukaj in zdaj, ne, torej zakaj jaz zdaj eno stvar hočem, zakaj nočem, ne, zakaj se tako odzivam, kakor se. Te pa seveda pol, ko skušaš ene stvari razumeti, zakaj si tak, kakršen si, te vrne to malo v preteklost in vidiš ene stvari pol, ki jih mogoče prej nisi razumel. In jaz sem te stvari se kar poglabljal. Jaz sem v obeh knjigah in Naslednji korak in Prava odločitev. Jaz velik del svojega otroštva tudi delim, za katere stvari mi veliko ljudi napiše, da se ful najde v tem. Jaz sem imel tudi stroge starše. Jaz si tudi nisem upal po robu postaviti, pa reč ne, zato ker sem bil za to kaznovan. In pol, ko vidiš, kako te stvari na te vplivajo zdaj, imaš neko boljše razumevanje sebe zaradi tega. Torej, jaz mislim, da je fajn, da malo razumeš, odkje te vzorci pridejo. Zdaj, ampak da vedno gre za sprejemanje odgovornosti. Kar se pa tudi dosti dela, je pa, da ljudje kopljajo po svoji preteklosti, ker iščejo krivce za njihovo življenjsko situacijo. Ja, jaz pa sem tak, ker sem zaradi tega, ker je moj oče to pa to delal, ker se je tako pa tako obnašal do mene, ker nisem tega od mami dobil. In v bistvu jim je pol lažje biti v tej poziciji žrtve in ne prevzeti odgovornosti naprej. Še vedno imajo ta problem, ki ga imajo, niso ga rešili, samo da zdaj vejo, na koga s prstom pokazati. To pa ni proces, ki vodi k neki rasti. To ni ena stvar, zaradi katere boš ti bolj funkcionalen. Imel boš enega dežurnega krivca, ne boš si delal usluge ne sebi, ne svojim odnosom z očetom ali pa s svojimi starši. Ali pa pač vsaka zamera, ki ti nosi s sabo, je breme. In jaz sem tudi v to raziskovanje svoje preteklosti sem šel tako, da jaz nočem imeti nobene zamere, ker dokler nisem teh stvari razumel, sem imel tudi še kakšno zamero. Zdaj nima nobenih zamer več. Jaz vem, da so se moji starši trudili po svojih najboljših močeh, da so me vzgojili v človeka, kakršen sem, oziroma kakršen sem bil. En del poti sem mogel pa pol jaz prehoditi, pa spremeniti te stvari, ki niso bile mi okej. Ko ta pogled, ta prepričanja, ki sem jih recimo od svojih staršev dobil, sem videl, da meni ne funkcionirajo in sem jih mogel jaz pol spremeniti. To je bila pa moja odgovornost. Lovi pa jaz pač rekel, jaz ne prehodil tega drugega dela, da bi rekel, jale, jaz pač sem tak, kakršen sem, zaradi tega, ker sem imel takšne pa takšne starše in lej, jebi ga, tak sem. In sem še naprej tak. Ampak, če tebi ni prav, da sem jaz tak,
ni jih rajš pogledaj, oni so tisti, ki so odgovorni, nisem jaz odgovoren zase, ne? In si spet on mejhen otrok noče odgovornosti prevzeti. In tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da to dvoje ločimo. Nič ni narobe z raziskovanjem preteklosti, samo da to vedno vodi v neko odgovornost, pa v razumevanje, ne v iskanje krivca. Ker to ni, s tem ne naredimo usluge čisto nobenemu. Ja, tle so dve stvari, ki bi jih tako malo poglobil mogoče. Prva je ta odpuščanje, ne? To je recimo na podcastu je Klemen Krševan, ki se ukvarja s hipnozo in na koncu podcasta omenil, da je v bistvu odpuščanje in terapija odpuščanja ena izmed najmočnejših terapij za dobro počutje in zdravo življenje, ko v bistvu, kadar ti spustiš v vse te zamere, te pahne mislim, da alfa stanje, teta stanje, možganskih valov, kjer lahko potem res ti deluješ ven sebe. Hkrati pa, ko si rekel, odvržeš vso to težo, ki si jo gojil, ne? In se prav spremeni se ti in možganski valovi in potem tudi v telesu se te vse to spusti. In pa ja, to predelovanje prepričanj oziroma spreminjanje vzorcev prepričanj je pa tudi spet proces, ne. Se pravi, prvo je po moje zavedanje, od kje to prihaja in potem je delo na temu, ne, spreminjati prepričanje vzorce. Na kakšen način se ti to lotevaš oziroma si delal na temu, pa kaj svetuješ svojim strankam, kako do tega pristopiti in kako spremeniti neka omejujoča prepričanja, vzorce iz preteklosti, ki te še vedno vplivajo na tebe. Ker to je spet nek proces, pa se lahko od tega loteš na različne načine, ne. Zdaj, mogoče, če začnemo pri odpuščanju, to je ena taka stvar, ki odpuščanje v bistvu spuščanje, ne? Ti spustiš ene stvari in ker ti nočeš nekomu oprostiti, pomeni, da tebi godi ta vloga žrtve. Jaz sem rad žrtev v tej situaciji. Ne? Jaz rad, čeprav podzavestno imamo kdaj občutek, da se s tem ščitimo pred bodočimi napakami pa težavami, ampak se ne, ker mi ne odpravljamo svojih vzorcev pri tem, mi osebo krivimo za to, torej ta oseba je vzrok za to mojo težavo. In kaj se zgodi? Ja, pride druga oseba, podobno stvar naredi, nič se nismo naučili, isto ravnamo naprej, ker ne pogledamo svojih vzorcev, ko so nas do te situacije pripeljali, ampak krivimo druge ljudi. In s tem, ko ti oprostiš, ko se ti nekaj naučiš, eno lekcijo ven potegneš, pa oprostiš človeku, pa rečeš, lej, ti primer, en poslovnik, ki se mogoče bo kdo najde, meni ni plačal nekdo računa, zato, oziroma mi niso plačali za moje delo, in jaz sem njih krivil včas. In kaj se je zgodilo? Ja, ponovil se mi je to pri drugemu človeku spet. Jaz nisem spremenil svojih vzorcev, jaz sem krivil unga človeka in sem rekel, moram čuvati, da jaz ne bom prišel v stik s takimi ljudmi, ki so prevaranti, ki so slabi, ki me skušajo nategniti, po domač povedano. In te stvari so se mi ponavljale, zato ker jaz nisem pri sebi spremenil svojega pogleda, kak jaz svoj posel delam. Jaz nisem začel pogodb sklepati, jaz nisem začel prejemati plačil po avansu, recimo. Jaz nisem takoj, ko je prišel do zamude, dal pač upomnik, pa potem pol kasneje izvršbo, če treba. To so kupenih vzorcev, ki jih jaz lahko spremenim pri sebi. Ne, jaz sem rajš držal zamero do človeka in ker je on kriv, ker sem jaz pač bogi, ki nisem hotel narediti nič na sebi, ampak sem bil rajš žrtev, pa imel enega dežurnega krivca za to, ampak naslednjič se mi je stvar spet ponovila, pa sem imel še enega krivca, pa sem naslednjič spet ponovila, pa sem imel še enega krivca in teh krivcev je vedno več. In to se nam dogaja, če mi ne odpuščamo, ker se ne učimo, ker odpuščanje nas ne zaščiti pred bodočimi problemi. Nas lekcije zaščitijo pred tem, nas sprememba našega vedenja zaščiti pred nekimi stvarmi, ko so se nam v preteklosti dogajale, ne zamere. Ker če en človek ti to naredil, ja, verjetno da ti je še kdo drug. In ko sem jaz začel odpuščati, pa sem rekel, oni pač, itak, vsi dobimo, kar damo ven. Vse imaš karmo, vse se vrne, na tak ali pa drugačen način. Vsi smo produkt svojih odločitev. In če ti škoduje svetu, če škoduješ drugim namerno, je to svet, v katerem ti živiš, ker ljudje škodujejo en drugemu, preko slej tudi to prije do tebe. In ko sem jaz začel odpuščati, pa sem rekel, ta človek je to naredil, ker sem jaz domožen za to naredi. Pa sem jaz te vzorce začel spreminjati, pa se mi je to nehal ponavljati. In zdaj nimam zamere več do teh ljudi, ampak sem hvaležen za izkušnjo, zaradi tega, ker sem jaz lahko zdaj nadgradil svoj del. Prevzel sem odgovornost, jaz sem nadgradil svoj proces in sem lahko temu človeku, ki me je nategnil, po domač povedan, oziroma izkoristil luknje v moji obrambi, tako rekoč sem mu lahko zdaj hvaležen za to, da mi je pokazal, kje mene še čaka del.
In sem neobremenjen in jaz grem naprej in nimam jeze v sebi. Zato, ker jaz nisem več na nobenega jezen, sem čist sproščen. Zato, ker sem se naučil odpuščati in to delam sprot. In je to težko odpustiti, če bi bilo to lahko, si skozi odpuščala, ampak je težko. Ampak kot enkrat razumeš mehanizem v ozadju, torej kako je lažje biti žrtev, kako je lažje biti nekdo, ki ni odgovoren za posledice svojih dejanj, lažje pokažeš na nekoga drugega, iz kje to pride, kako to vpliva na tvoj živčni sistem. Ko enkrat vse te stvari razumeš, ti je pol logično, da se ti splača odpuščati. In da ti je v interesu vsakmu oprostiti vsako stvar, pa se iz teh stvari učiti. Oprostiti ne pomeni, da daš ti temu človeku dovoljenje, da se stvar ponovi. Jaz to v tebi oprostim, pa ti glih tako rečem, da mi to ni bilo kul, pa poskrbim, da se stvar ne bo ponovila. Pa sem ti oprostil, pa živim naprej. Ampak ko jaz tebi oprostim, sem jaz neobremenjen. Če jaz tebi zameram, jaz tebe nič ne kaznujem s tem. Sam jaz nosim breme naprej. To je isto, kot da bi jaz pil strup pol, da ti dol padeš. Tako je v bistvu zamere delujejo. In ko enkrat ti vzorc razumeš, kako vpliva na te, ko imaš to malo širši pogled, pa to razumevanje, pol lažje ti vzorce spremeniš. In od tiste druge vzorce, ki si prej omenil, se na isti način lotevaš. Vidiš vzrok, posledica, kako te stvari vplivajo na tebe in pridobivaš neko razumevanje, pridobivaš izkušnje in s tem, ko dobiš drugačno izkušnjo, globlje razumevanje, lahko ta vzorc pol spremeniš. Je pa to proces, seveda, ker vsa prepričanja, ki jih mi imamo danes, so tukaj zato, ker mislimo, da nam služijo. In ko pa ti enkrat vidiš, da ti eno prepričanje ne služi več, kar res priješ do srž tega prepričanja, pa vidiš, da se s tem ne ščitaš več, ker se ne rabiš, to prepričanje ti je služilo v otroštvu, zaradi tega pa tega, zdaj si pa odrasel, pa te se ne rabiš več na tak način braniti pa ščitati, ker si samostojen človek, nisi več odvisen od drugih, pa lahko to spustiš, pol ti to ni tak problem spustiti, to prepričanje pa ga nadomestiti z bolj funkcionalnim. To je ta proces odraščanja, v katerem predvsem pišem v knjigi Prava odločitev, ker prav gremo čez različne faze odraščanja. Torej, ko si ti star, 15 let, vidiš nekoga, ki je 18-19 let star, to je pa odrasel, ima pa svoj avto, alkohol lahko pije, ima neko svobodo, vidiš v teh svoboščinah odraslost. Pa si ti star 18-19 let, lahko furaš avto, imaš vse te pravice, imaš pa tudi neko odgovornost, pa še kar se ne počutiš suverenega, odraslega, še kar ti nekdo reče, gospod si ti, kak jaz gospod, jaz ne vem, za kva se gre v tem lifeu, še kar se vse počutiš kot otrok, še kar bežiš pred nelagodjem, še kar se bojiš, kaj bojo drugi mislili, še kar se bojiš avtoritet. In to odraščanje ima več faz. Eno je, da se ti soočaš z svojimi strahovi, da si upaš soočati z nelagodjem, da ni več strah tvoj gospodar, pa da se upaš soočati z avtoritetami v svojem življenju, pa vse ljudi gledate enakovredno, torej tvoji starši postanejo tvoji equals, niso več to neke avtoritete, pred katerimi moč ti trepetati. In to so te različne faze odraslosti, skozi katere, če hočeš res biti svoboden odrasel človek, mora vsak od nas iti. In v knjigi recimo tudi opisujem te rituale odraščanja od plemena recimo Satremawe iz Amazonije, kako oni to delajo s temi bulletins. Oni spletejo rokavice, v katere dajo mravlje, ki imajo najbolj boleč pik in v vsaki te rokavici je, mislim, da 60 teh mravlj in ti naenkrat dobiš 120 najbolj bolečih pikov v obe roke. In to je taka bolečina, pred katero ti ne moreš pobegati in se moraš z njo soočati. In greš noter in je tak dosti psihadeličen učink. Ampak na tak način oni sebi dokažejo, da so sposobni prenesti karkoli. In potem, ko greš čez ti tak proces, se ne sekiraš več to, kaj si nekdo drug o tebi misli, ker veš, da si, če sem jaz čez to šel, bom šel tudi čez to, če me unma grdo pogledal. In to so te različne faze odraščanja, ki nam jih noben ne, vsaj v tej naši zahodnjaški družbi nam jih ne predajo tako, ne razložijo nam. Je odraslost, ko dopolniš 18 let, pa vsi vemo, da ko si enkrat 18, da ni dosti toliko drugače, kot ko si 17,
Jaz mislim, v tem našem zahodnem svetu manjkajo ti ceremonialni tranzitioni. To recimo se vidi, jaz sem tudi poslušal par podcastov, kjer so govorili recimo ta indijanska plemena, kako so imeli oni ritual prehoda iz otroštva v neko najstništvo, iz najstništva v odraslo dobo. Ne. In tega nimamo mi. Ne. Pač mi živimo naprej, ampak če nisi ti presiljen narediti nekaj tranzitiona, ko si pač zdaj govoriš čez to, ne, pač nekateri odrastamo v 40-ih, 50-ih, a pa nekateri odrastejo v 40-ih, 50-ih, ma so v sebi še vedno otroci, ne, še vedno krivijo svoje starše, krivijo okolico in tako. In rabiš, če ne drugega, rabiš pri sebi nekaj narediti, ok, zdaj grem v to obdobje naprej, ker recimo tam imajo pole različne te tradicionalne ceremonije, kjer pole pripravijo, ne, ali recimo skozi mravlje, ali kakšen obred, drhačana, pa psihodelike se ful uporabljajo, ne, da pole, ne, tudi pole navadiš, ok, zdaj grem v novo transition, novo obdobje, tu se mi zdi malo manjka. Se imamo recimo v naši kulturi, ampak je bolj žuranje, ne, se pravi, ti zaključuješ srednjo šolo, greš prvo na maturantski izlet, ker se itak samo pije, ne, potem kao maturantski izlet, ja, konec srednje šole, gremo na faks, ni to, ne, mislim, če ne druza, te še malo bolj zakrije, oziroma ti olajša stvari, mislim, ne, ti ne pomaga se soočiti z realnostjo življenja, ne. To je dodatna svoboščina. Ja, recimo, tako lepo si se izrazil. Ni da bi rekel, da si ti se noter bolj odraslega zaradi tega počutaš, a ne. Je to ena stvar, isto, ki si bil mehan, ja, ti rekel ti ali pa mami, lej, ti pa lahko si do 8 po koncu, pa moraš pa spat, a ne, in pol ti hrepeniš potem, ko boš šel spat ob 9, a ne, in tam ne smeš piti, da lahko piješ. Pa ko imaš pa enkrat vse na voljo, ne, pa vidiš, da to ni spremenilo toliko tega tvojega notranjega občutka, ne, da ti še vedno se počutiš inferiorno, a ne, nisi odrasel, še vedno ne upaš prevzeti odgovornosti. In tako se rekel, nimaš nobenega tazga obreda. Izpit za avto ni obred, ko boš ti odrasel, pač pridobiš neko licenco, dati neko svoboščino. Odraslost pa ni fora v svoboščinah, to je zgolj en delček tega. Je predvsem to, da ti pač narediš to, kar ti čutiš, da je dober za tebe, pa za ostale, da ti prevzameš odgovornost, da imaš lažjo pot, pa imaš pravo pot zate, pa ti rečeš, bom to naredil, ker vem, da je to dobro, čeprav te bi bila ta lažja. Ko si pa otrok, pa vedno zbereš lažjo. Iščeš, kako bom jaz ene stvari po vinkih naredil, brez da se bom soočil direkt situacijo. Ja, ker to je tudi človeška narava, zakaj je zdaj AI toliko v porastu, ker nam olajša stvari, namesto da greš ti, najbolj banalen primer, namesto da greš ti googlat stvari, napišeš v četa, ChatGPT ti da hitre odgovore, ponavadi itak ne počakira, ker se ti ne da, hitra rešitev. Ja, ampak sej ni fora, da si ti delaš stvari težke, tam, ki ni treba. Ja, ta orodja so tudi AI pač super. Ne nam olajšajo ene stvari. Sam, da pa se bom jaz zlagal, zato ker mislim, da mi bo lažje, pa ne bom se soočil s stvarjo, ki je pred mano, pa resnici pogledal v oči, pa povedal človeku v obraz. To pa je pač izbira neke trenutno lažje poti, ki mi bo povzročila na dolgi rok več težav. Isto, če bom jaz ChatGPT uporabil, da mi bo pri eni zadevi olajšal, pa mi lahko jaz več fokusa dal mogoče na nek relationship building, ponudbo mi bo pa ChatGPT naredil, zato ker bom tle pač paril čas, pa imel za nekaj drugega več, je to smiselno. Bom s tem sebi koristil. Če bom pa jaz se izogibal svoje odgovornosti, pa skozi ene izgovore govoril drugim in sebi, si pa jaz ne bom olajševal življenja, si ga pa otežujem, ker jaz stvari spet prelagam. Težko nelagodje dam v neko, ne vem, v svoj nahrbtnik, kjer postaje vedno večje, rodi še kup enih drugih težav zraven, ki se drugače ne bi do njih prišlo, ker se stvari zakomplicirajo, ker nismo iskreni, se vemo, on se zunimo pogovarjati, spride pol v krog, pol kar naenkrat se stvari zakomplicirajo, in imamo ene težave, ki jih ne bi imeli, če bi bili iskreni, in s tem si pa pol mi otežujemo življenje. Tako da, nič ni narobe, če mi delamo pametno, pa če delamo stvari, da zberemo lažjo pot, tam, ki je ta smiselna, pa ki nam ne škoduje, ampak pomembno je, da naredimo one težke korake, ki so pa nelagodni, ampak so nujno potrebni, da mi dva rešiva problem, ki ga imava. Če jaz nekaj naredim, ki tebi nikoli, ali pa se mi dva nekaj dogovoriva, pa jaz tega ne naredim,
pa bo tebe strah to meni povedati, bom jaz mogoče dobil občutek, da tebi to ni tako pomembno, pa bom naslednjič spet isto stvar naredil. Ti se boš trenutnemu nelagodju izognil, ko mi ne boš to povedal, pa boš to malo vse mlel, pa boš mogoče malo težje spal kakšno noč, pa te bo ta stvar malo žrla, ampak po časoma boš pozabil, pa bo pa čez 2 meseca prišel do podobne situacije, pa bom spet isto naredil. Zato, ker bo tudi meni mogoče to bolj lagodno, pa bom rekel, itak mu ni tako pomembno, če ne bi že kaj rekel. Če pa meni ti takoj rekel, to mi pa res ni bilo kul, pa bi se soočil z nelagodjem, pa bi mi povedal v obraz, to mi pa ni bilo v redu, mi dva sva se zmenila to, ti pa tega nisi deliveral, to pač ni ok, prosim, da to narediš, bom pa jaz veliko drugače dojemal in to delo in tebe, imel več spoštovanja do tebe, bom rekel, ok, zdaj pa je s tabo delam, zdaj se moram pa jaz res potruditi, ker tle mi v hit povedal, če me je tle zavil z poti, A veš, s tem to je soočenje z nelagodjem, takrat, ko je treba. Lažja pot v tem primeru na dolgi rok ni lažja. Postaje vedno težja. To je en ful dober quote. Easy choices, hard life, hard choices, easy life. Točno to. Prav unuro. Ja, prazen ruzak. Ja. A veš, vse samo to, da gledaš, da ti nočeš, da se ti karkoli nabira. Da si lahko ti v trenutku tukaj zdaj in te nič ne lovi. Ker vse sprot narediš. Ker če ti se sprot s stvarmi soočaš, imaš vedno samo en problem. Ta trenuten, ki ga zdaj se lotevaš. Pa vedno veš, da imam problem, da ga moram rešiti. Ni unga, kam pa zdaj delo. Ne, problem, to je prioriteta, to moram rešiti. Če pa ti tega ne delaš, imaš pa skozi sabo kup enih problemov, ko lahko kadarkoli ven skočijo. Kadarkoli te lahko kjera stvar preseneti od prejšnjega meseca. In ti to veš, da lahko kadarkoli te kjera stvar ugrizne. In pa še ta pritisk, in pa se še ta dvom kopiča, pol se veš, skozi negativne scenarije pol išče. In bolj, ker se ti te stvari sprot lotevaš, manj je teh negativnih scenarijev, manj je tesnobe, manj razmišljaš, kaj vse gre lahko narobe. Ker veš, da si kot prvo, če šlo kaj narobe, si tak sposoben kjerokoli situacijo rešiti. Ker si sam sebi to dokazal že doskrat, ker vedno, ko pride do težke situacije, jo ti sprot rešeš. Ja, ko v bistvu hradiš tudi samozavestem, pač z vsakim majhnim korakom. Vse se je lepo videlo skozi strah, ki si omenil tvojo zgodbo. Na začetku strah, tesnova, tretje, še šel čez to, zmeraj bolj, v bistvu s tem tudi hradiš samozavest. In v bistvu samozavest hradiš tako, da sam sebi dokažeš, da nekaj znaš, da si dober v tem. In to pa je tak majhni koraki naprej in tako naprej. In spet pole prijemo, kar smo že na začetku govorili, največji problem, po mojem, najbolj overwhelming je, kadar imaš ti ful stvari za nazaj in hkrati ti potem nove stvari prihajajo noter. In zdaj ne veš, se soočiti s temi, ki zdaj prihajajo, ali prvo prečistiti tiste stare in tam pole rata, Ja. Overwhelming, ampak moraš pač treba čistiti, Tako. Ni to pomembno, kje je začel. Sam začni. In ko rešiš, pet na naslednjega. Vse to je to. V enem cajtu boš pucal vse. Pa boš imel spet samo en list na mizi. Današnji problem je pa tole, tole imamo za zarihtati. Če imaš taj tak kup, namesto da ti razmišljaš, ali z tega konca začel, z tega začel, ali kako boš to, akcija, vzameš, ta problem bom dele rešil, pokličeš to, narediš, ok, kjer je zdaj naslednji, cep, in tako se lotaš, v parih mesecih vse ima zarihtan, pol je vedno sam en. Ampak to je, ljudje temu, noben nam tega ne razloži, Nam govorijo, pač učijo nas, da ko pride do stresa, da je treba meditirati, da je treba iti v naravo, vse to je super, da nam pomote. To so stvari, ki regulirajo naš živčni sistem, pa naš pa nam pomagajo do večje jasnosti, in so super urodja. Ampak to, da jaz meditiral 1 uro, ne bo rešil problema, ki ga imam recimo, ki ga imamo mi dva, ki nisi naredil ne stvari, ki sva se zmenila, ali pa ki sem se ti nekaj zlagal, pa je mene strah, da to ven prišlo. To bom rešil edin z iskrenostjo. Ne z meditacijo. Lahko prej zmeditiram, da zberem nek pogum, pa to naredim, ampak z dejanji je treba tudi, z dejanji mi lahko oblikujemo življenje okrog sebe. Ne samo tle noter, ampak tle noter je bolj varno, Ko mi v svoji glavi te stvari rešujemo, je varno, noben za to ne ve, nima nekih posledic. Z dejanji je pa to soočenje z nelagodjem, ampak s tem se pa dela razlika, Ja, vse te prakse, ki si jih omenil, so super za
blaženje in soočanje do neke mere, ampak ko si rekel, če ne priješ ti do nekega glavnega vzroka, če tisto ne rešiš, ti nič ne bo pomagalo. Ne? Mogoče ti bo meditacija pomagala pri več jasnosti, da moraš tisto narediti, na koncu moraš še vedno tisto rešiti. Ker če ne, je brezvezano. Meditacija je kar neke vrste higienika, ne? To je ena stvar, ki ti vzdržuješ neko svojo mentalno kondicijo pa mir. Ne? Jaz vsak dan meditiram, zdaj že 5 let, 365 dni v letu, vsak dan treniram. Zakaj? Ker hočem, da sta moj pa telo v super stanju. Da se lahko soočam s temi, da imam energijo, da imam voljo, da imam jasnost, da se soočam s težavami. Ampak ne delam si več utvar, da me s tem konzultate trening naredil pa meditacijo, da se bojo moji problemi rešili. Ne, sam jaz bom v boljšem stanju, da se s temi problemi soočam. Še sem se mogel pa z njimi soočati. Tako da vse te stvari so super, izobraževanje je super, ampak spremembe mi delamo z dejanji, ki se soočamo s svojimi strahovi. Ja. Veš, ki bi se še malo ustavil pri tvoji karierni poti, se vrnemo spet na začetek, ki si rekel, ki si dobil spoznanje, da tisto, kar kar živiš, ni tisto, kar si, to verjetno tudi mišljeno z kariernega področja, in pole si šel na svojo samostojno pot. In recimo, ko smo klepetala dol na festivalu, sem videl tvojo odločnost, se pravi, gremo to in uspelo mi bo, to je edina opcija. Da mi malo povej to tvojo odločnost, oziroma s kakšnim miselnim procesom si šel na svojo samostojno pot in tako naprej. Ja, jaz sem se odločil, da jaz hočem delati samo še stvari, ki me res zanimajo, pa ki bi jih delal tudi tako, če ne bi bil za njih plačan. Torej, da uživam v njih. Jaz, ko delam mentalni coaching, jaz uživam v tem. Mene je to ful fajn. To je kot neko reševanje, neke uganke za mene. In mi je ful zanimivo se in pogovarjati o teh stvarih in iskati neke rešitve in načine, kako bom to stvar, kako bom jaz klienta pripeljal do te rešitve, brez da mu jo dam na dlani, da sam prije do tega spoznanja. In to je meni, ful uživam v tem. In jaz to delam tudi skozi, jaz se pogovarjam s prijatelji v stvarih, ki nas zanimajo. In to del tega mojega posla, ki ga jaz delam, za katerega sem plačan, delam tudi zastonj, ker mi je to fajn delati. Ker sem knjigo pisal, mi je bilo ful všeč se poglobiti v to tematiko, v kateri sem pisal, in jo raziskati iz različnih zornih kotov. Sem tudi užival v tem. Je bilo to ena ful lepa izkušnja zame. Naporna sicer, knjigo napisati je proces, ampak je to prišlo iz moje strasti. In vse, kar zdaj delam, pride iz moje strasti. In videl sem, koliko je pomembno reči ne stvarem, ki so spet šajni na površju, ki so zelo tempting. Ko prije kdo do tebe, imam pa eno poslovno priložnost. In sem si postavil pravilo, da jaz imam svojo pot, po kateri hočem iti. In to je, da ustvarjam vsebine na področju osebne rasti, da sem pionir na tem področju, torej da jih ne samo recikliram pa predajam naprej, ampak da raziskujem in probam tudi svetu ponuditi nekaj novega, ali pa saj nekaj mogoče, kar je že na bolj jasen pa razumljiv način, da se lahko dotakne še več ljudi. To je mogoče nek moj kor, ta strast, kjer jih sledim, in vse, kar se jaz poslovno loteva, mora biti s tem povezan. Da mi nekdo reče, jaz imam pa tlele, imamo en startup, ki dela to pa to, če to ni s tem povezan, ne glede na to, koliko je to dobra priložnost, se z tega ne bom lotil, ker denar je posledica, ni vzrok. Ker sem v preteklosti denarju sledil in sem videl, kam me je pelal. Zdaj sledim svoji strasti, seveda, delam tudi pametno, do tega še dobro zaslužim, ampak ni mi denar primarna motivacija, ampak je grajenje okrog nekega tega mojega poslanstva, če lahko temu rečem, grajenje okrog moje strasti, kako lahko jaz še več tega delim s svetom, kako lahko te moje delovne procese naredim tako, da so oni deli avtomatizirani, ki jih nerad počnem, da imam avtomatizirano računovodstvo, da imam pošiljanje knjig avtomatizirano, da imam oglaševanje avtomatizirano, da se jaz lahko fokusiram na stvari, ki me dejansko zanimajo. In na tak način se zdaj bolj posla lotevam. Torej, bolj mi je pomemben čas, kakor denar. Bolj mi je pomembno, da jaz lahko čas posvetim stvarem, ki so kreativne narave, ker lahko res jaz dam eno dodano vrednost. Pa si probam tiste stvari, ki so bolj operativne narave, čim bolj avtomatizirati. Torej, zelo je pomembno, da sledim svojemu srcu, ne pohlepu.
če je to smiselno. Še vsem pa delam stvari tako, da pač to moje delo vrednotim tako, da sem dobro plačan za njega, ker vem, da je kakovostno in da ima svojo vrednost. In tudi videl sem, da ljudje, ki dobro plačajo za eno stvar, je tudi veliko bolj cenijo, bolj se potrudijo. Tudi recimo pri coachingu, ker sem dvignil urno postavko, sem začel dobivati bolj resne kliente, ki so res pripravljeni delati. Tudi ti vložiš več sebe noter, zaradi tega, ker tudi tebe drži tisto accountable, ko se reče v angleščini. Ja, pač če eno stvar dobro zaračunaš, pa noč na podelu, veš, da moraš pol dati še večji value, ampak jaz tudi že prej nisem delal stvari na pol, ker mi itak to strasta, meni je to fajn, tudi prej, ker je bila moja urna postavka nižja, Zdaj pa mi je to pač glih tako strast, ampak sem tudi ta svoj del dvignil na višji nivo, in tudi klienti, ki pridejo do mene, bolj vejo, kaj želijo, Zdaj veliko delam recimo s profesionalnimi igralci pokera, ki želijo dvigati svoj performance, ki hočejo sprejemati boljše odločitve, ki se hočejo imeti bolj pod kontrolo, ki hočejo imeti večjo čustveno stabilnost, ki se hočejo bolj razumeti, delamo na čustveni inteligenci. Jaz njih ne učim igrati poker, oni so že zdaj najboljši v tem, kar delajo. Jaz njih učim, skozi pogovor dvigujemo samozavedanje pa razumevanje sebe. In to je tisti del, ki je neka moja dodana vrednost in samo usmerjam energijo. Čeprav se veš, če veliko dela z ljudmi, pa se veliko družiš, poslovne priložnosti take in drugačne skozi kapljajo. In se mi zdi, da ker ti res najdeš neko svojo strast, je ful pomembno, da te poti, te niti slediš in to te bo tudi življenje pa zato nagradilo, ker boš tudi v tem postal res vrhunski. Če boš pa zagrabil vsako priložnost, ki pride s potoma, se ne reče, mogoče se ukjera obrestval, boš ful denarja zaslužil, ampak a boš delal to, kar te veseli, a boš zgradil neko svojo suverenost pa strokovnost na tem področju, ki te res zanima, ker res si strasten glede tega. Veliko teže, Če pa ti slediš te svoje rdeče niti, pa je denar bolj posledica kakor vzrok, pa ti v bistvu dobivaš ful neke globine, ker ti je to bi jo dobil odkoli pa drugačne. Sam da zdaj lahko še več časa temu posvetiš, ker je to ni samo tvoj hobi, ampak je to še tvoj del, tvoj poklic. Mene recimo tako, ko smo klepetali, mi je prišlo ful, sem si zapomnil to tvojo predanost, kot si že pač povedal lepo, se pravi, grem v tej smeri, tudi recimo, ko si razlagal od knjige, si šel samo založništvo, na začetku se mogoče ni najboljš prodajala, ampak zdaj si prišel do 10,000 prodanih knjig, in je bilo optimizirati, ustrajnost, in tu nima vsak, oziroma tega, ali se moraš naučiti, ali si se mogel naučiti, ali je bilo tu nekaj noter v tebi, ta ustrajnost, predanost, gremo, tudi če ni zdaj rezultatov, ustrajamo. Kako je bilo recimo to pri tebi? Ja, mogel sem se naučiti, ni bilo tega prej, jaz sem prej zelo dolgo igral, iskal neke hitre zmage, lahke zmage. Tle je bilo pa tako, da primer, jaz sem knjigo napisal 2020, to je ta prva, bila je tudi neka druga naslovnica, ko mogoče ni bila tako marketinško zanimiva, in v prvih 3 letih se je prodalo 300 knjig, 500 knjig. Kar je neko poprečje, Zdaj poprečen slovenski avtor, so mi že takrat na založbi rekli, da proda 400 knjig, vse skupne. Jaz sem v 3 letih 500 prodal, torej rečemo, da neko povprečje sem zadev, ampak nisem bil pa s tem glih zadovoljen, zato ker jaz sem že v knjigi napisal, ko sem svojo vizijo delil, da jaz hočem 10,000 knjig prodati. In namen je bilo, da jaz sem na eni točki videl, da če bom jaz predajal odgovornost to na druge, ker na začetku sem jaz sodeloval z nekom, ki ne bi bil ful vrhunski strokovnjak na področju marketinga pa Facebook oglaševanja, se ne rečem, da ni, na pomote, je vrhunski strokovnjak, ampak ni bil to njegov projekt, ni bil to njegov posel in je rekel, da se ne da, in na eni točki pa ker sva bila zmenjena za provizijo, je rekel, da mu ta projekt ni zanimiv. In jaz pa sam tudi nisem znal in sem pa to malo opustil in sem imel pa skozi v ozadju, da vsi, ko so knjigo prebrali,
da so bili navdušeni nad njo. Veliko ljudi mi je reklo, da je ta knjiga me pa res brcnila, to je pa taka motivacijska bomba, jaz sem prav to rabo. So mi pisali zahvale. Torej, imel sem produkt, za katerega mi je trg govoril, da je dober, ampak da ni dosti zanimiv, da bi ga ljudje kupili. In pa sem začel raziskovati, kako to spraviti med ljudi. In en prijatelj sva se dobila, da bi tudi naredila neko oglaševanje za coaching. Rekel, še vsem mislim, da knjiga to je tvoj fizičen produkt in to bo najlažje zmarketirala. In takrat nisem jaz njemu te odgovornosti sam prepustil, ampak je v bistvu on mene coachal in mi je pokazal, kako se uporablja meta ads, kako jaz kreiram oglas na Facebooku, kako te kreative narediti. Jaz sem pa itak po izobrazbi dizajner drugač, torej meni te kreative pa to mi je takole narediti, pa spletno stran oblikovati. In sem začel to raziskovati in iskati načine, kako bom to najdel formulo, ki bo pa toliko zanimivo, da bojo ljudje knjigo kupili in da bo lahko prišla do več ljudi, ker feedbacki so itak super. Če imaš ti slab produkt, ker ljudje niso nad njim navdušeni, imaš lahko dober marketing, ampak ne bojo stranke, ne bo prišel do tistega, kako bi rekel, organskega dela, ki naredi res kampanjo profitabilno, torej da še ljudje priporočujejo naprej, da jo kupijo za druge. Ja, in potem, ko sem se tega lotil, sem šel res noter v globino, sem tudi nove naslovnice naredil, sem naredil 10 različnih naslovnic, pa sem pa iz teh 10 jih 4 zbral, pa sem dal jih na glasovanje, pa je moj community, na TikToku, takrat sem že zbral tudi cirka 10,000 sledilcev, so pol glasovali, kjera naslovnica mi je najbolj všeč in največ glasov je zbrala, kje je tlele. Tale. Mal je zamikom, pa leva, desna. To se malo lovim, nisem motoričen debil drugače. Tale naslovnica je zbrala pol največ glasov, ljudje najbolj pritegnila. In pol sem tudi to naslovnico pol uporabil in je bil takoj oglasi so se ful... Je bilo več nakupov in pa sem pa že prišel na ono profitabilnost. Pa sem pa sam še optimiziral glase, landing page in tako da je stvar ratala res profitabilna in potem sem prilil in jaz sem recimo tudi potem kar velikega denarja dal v oglaševanje, ker se mi je pa tudi vrnil s prodajo. In je bila lani ta knjiga bestseller pri nas, oziroma ena od, večkrat je bila, tudi v mladinski knjigi je bila med top 10 oziroma top 3 najbolj prodajanimi skozi eno obdobje. Tako da je v bistvu sem poljo predstavil tja, kakor sem si na začetku želel, ampak še nisem najdel poti, kako do tega prideti. Vedel sem pa, da ima potencial. In dostikrat tako, če vidimo, da imamo nek potencial, da imamo eno stvar, ki ljudem res pomaga, naj nas naše neznanje marketinga pa nerazumevanje tega ne ustavi, da bi mi to svetu dali. Ker ta knjiga bi jo lahko bilo 500 v svetu, pa bi 500 tem ljudem pomagala, kaj pa 10,000 ljudem odpira oči še danes. In lahko to svoje poslanstvo delim z večjimi ljudmi, zato ker sem se lotil tudi tega, da sem se ene stvari naučil, ker mi je bilo prej to neznanka. In zdaj mi je ful lažje karkoli delati. Zdaj znam oglas narediti, znam spletno stran narediti, imam v zadnji računovodsko stvari poštimane, imam vse tako, da lahko ustvarim funnel in da teče, da ga postavim in dela. Ker ti da pa pol ful več svobode, da se bolj fokusiraš na ta del, kar primarno hočeš biti, torej raziskovalc, torej da ti si tisti, raziskovalc, inovator. Ful dobro. Se lepo vedela, da je to strast plus ustrajnost in stalno učenje. In se mi zdi, to je vse skupno, je ta odločno, oziroma neodločnost, ampak odločitev, prevzemanje odgovornosti. Ok, vem, da ima ta stvar potencial, ampak zdaj se moram pa naučiti, oziroma se želim naučiti, kako spraviti v svet. In to te pole vodi naprej. Ja, v teh časih ni to tako težko, kot je bilo včasih. Imaš YouTube, vse te vsebine so zastonj. To, da se ti naučiš kreirati oglas, moraš en dan narabiš. Da ti vzpostaviš Facebook kampanjo, oziroma da saj logiko v zadju razumeš, si vzameš en čas, se usedeš in pogledaš par teh videov, ko to razloži. V slovenščini nekak je, jaz si tako v angleščini te stvari gledam, ker je bistveno več vsebin.
In greš čez par teh vsebin, en dan si vzameš, pa že bolj razumel. Pokličeš nekoga, ki se s tem ukvarja, a bi mi ti pomagal ta piksel naložiti na spletno stran, ker ne znam, jaz nisem programer, tega ne znam, dobiš nekoga, ti to naredi v 1 uri. Te stvari niso več toliko zahtevne, kot so bile včasih. Nismo več toliko sami. Ne imamo te vsebine za ston in vsak se lahko tega nauči. Čeprav, ko prvič to odpreš, ti izgleda, odpreš Meta Ads, ti izgleda to ful težko, pa vidiš, da večina teh funkcij takih ne rabiš. Z njimi nič delo, ti rabiš par tistih, da kreiraš kampanjo, zdaj pa sploh je tako narejen, da je zelo user-friendly, da ti ne rabiš biti ekspert marketinga, da narediš marketinško kampanjo za Facebook ali pa Instagram, ker so naredili tako, da je lahko to res vsak. Sam lahko si pa rečeš, da tega pač ne znaš in da ne moreš in imaš pol, 300-500 prodanih knjig. Ja, zdaj Meta je launchu še Meta AI, oglase. Jaz se sicer nisem še poigral s tem, ampak zdaj predvidevam, da bojo oglasne kampanje in to še lažje za narediti, še bolj dostopne, tako da je pač res na vsakem izmed nas, da se nauči to in da začne delati. Veš, kaj, zdaj se bi ustavil še malo pri tej regulaciji čustev. Prej si omenil, da delaš s pokeraši, s poker igravci in delaste na tej čustveni inteligenci. Da malo predstavi za tiste poslušalce, ki ne poznajo, kaj to je čustvena inteligenca, pa kako se recimo lotevaš tu v delu strankami, pa tudi pri sam sebi. Uravnavanje čustev, regulacija čustev, prepoznavanje čustev in kako potem delati na boljši čustveni odpornosti, čustveni regulaciji, ker čustva so ful pomemben del življenja. Tako mentalno, fizično, kot vse potem ostalo, ne? Ja, mislim, čustvena inteligenca je ena stvar, ki jo vsi skozi celo življenje nekako gradimo na nek svoj način. Torej, naše dojemanje čustev, naši odzivi na to. In ena od prvih stvari, ki je fajn, da jih spoznaš, je, da ni v bistvu dobrih pa slabih čustev, da so pač različna čustva in na nas je, da se naučimo z njimi delati. Naša odgovornost, če hočemo biti res funkcionalni ljudje. Da malo razumemo, kaj nam kjero čustvo sporoča, ker to so sporočila našega telesa. Tisto, ki smo se že prej pogovarjali o zdravju, tudi čustva so sporočila. Recimo, kaj nam jeza sporoča? Da ni jeza ena taka stvar, ki mi, če mi jezo narobe dojemamo, nas bo skozi tepla po glav. Če pa jaz vidim, da v bistvu jeza izvira iz občutka nemoči, in da če jaz hočem problem rešiti, da jaz ne bom več jezen, če jaz nočem, da se mi ena stvar nenehno ponavlja, je treba ugotoviti, zakaj sem jaz se počutim nemočnega. In mogoče tle najdeti način, da nisem več nemočen, ali da najdem nek drug način, ali pa da sprejmem situacijo in se ne jezim. En od klasičnih primerov, ko večkrat omenjam, je recimo prometni zamašek, nam se mudi v službo, radi bi tam bili, mislim, je gužva na cesti, in kar naenkrat nas začne noter jeza. Fuck, ti pa mi zdaj le gužvat le, pa meni se to mudi, pa in pa te še nekdo, se ti ima urinek, se njemu tudi mudine, in pa si čisto trobast, cel živčen, nervozen, in to v bistvu te jeza prevzame. Mi pa ne slišimo njenega sporočila. Nemočen se počutiš v tej situaciji. Kaj lahko narediš zdaj, ta trenutek? A lahko sploh kaj narediš? Kaj če bi se naučil to sprejeti, kaj če lahko ta čas izkoristiš, škoda, si audiobook priklopiš, pa poslušaš, pa boš prišel, ko boš prišel. Ne moreš, nimaš vesoljske ladje, zdaj na kolono poletel. Drugič pa preštarti, prevzem odgovornost za svoj del. Pa če vidiš, da ob taki uri gužva, 50 minut prej. Pa glih, ko se ti jo lahko naredil. Pa če se naučiš te stvari sprejemati, ker res ni nesmiselno, da se vsakič, ko si v koloni jeziš, pa si povzroča stres čisto nepotrebno. In pa v bistvu gre v veliki meri za to samo opazovanje, da se ti opazuješ, kaj se s tvojim telesom dogaja in iščeš načine, kako to vse poprit uporabiti. Kaj je fora žalosti? Solze. Če res to gledaš, veš, da to ni nekaj slabega, če se res poglobiš. Kako se počutiš, ko se jokaš? Osvobojajoče, to te osvobaja. Telo se spira, pomaga ti ene stvari pustiti za sabo. To so vse neka orodja, ki je spet pač fajn, da jih ne zlorabljaš, fajn je, da v bistvu služijo svojemu namenu in da znaš tudi spustiti in biti v tem nekem miru,
ki ni neki tok čustev, ampak je bolj ta neka mogoče lahkotnost, radost, zadovoljstvo. To recimo, jaz, ki sem začel na tem res aktivno delati, je to, ki sem zdaj opisal, ta občutek neke lahkotnosti, zadovoljstva, radosti, je neko primarno stanje, v katerem sem 95% časa, preostanek časa pa pride razne emocije, s katerimi se pa pol sprot ukvarjam, jih razrešujem, se poglabljam in skušam iz njih lekcije ven potegniti. In to jaz pomagam svojim klientom, sploh, ki so na področju performansa, ko so ali športniki, ali imam tudi eno ekipo, ki smo začeli delati, ko so gamerji, ki je pomembno, da si ti v flow stanju, torej, da si ti v stiku s sabo, da te ne prevzemajo različna čustva, da nisi jezen, pa odrezal, pa nepotrpežljiv, pa začneš delati pol mogoče ene napake, ki jih drugače ne bi. Da razumeš, kako ene stvari vplivajo na tebe, kako ena čustva vplivajo na tebe, da se jih naučiš zaregulirati, da se iz njih potegneš neke lekcije, da se naučiš umiriti, da se naučiš deeskalirati stvari, da se naučiš zadihati tam, kjer je treba, pomiriti, da se toliko spoznaš, kako s temi stvarmi handlati, ali se ti splača vstati zdaj, pa narediti en krog, magar po sobi, če imaš en pomemben meč. Ali se ti splača malo vode spiti, ali je fajn mogoče, da malo sladkorja dobiš noter, ker si že toliko časa mentalno aktiven, da ti glukoze v možganih primanjkuje, pa zaradi tega tudi imaš občutek, da stvari postajajo malo overwhelming. A veš, da ti vedno bolj poznaš in svoje telo, svoje čustva in v bistvu delaš s tem, kakor nek zelo dovršen stroj, ki ti lahko da vse, kar ti rabiš, če ga razumeš. In to jaz pomagam svojim klientom razvijati. To čustveno inteligenco, to razumevanje sebe, svojega telesa, da so lahko čim dlje časa v tem flow stanju in se fokusirajo na to, v čemer so res dobri, brez da so sami svoj največji sovražnik, brez da jih ego prevzame. Vladovanje svojega ega, da pač nas ne vozi za nos, da se ne spuščamo v neke konflikte tam, kjer nam ni treba, da postavimo meje tam, kjer nam je treba, da ti v bistvu imaš to jasnost v sebi. Ker če pa na čustveni inteligenci ti ne delaš, potem te pa situacije skozi mečejo z enega konca od drugega in zgubljaš to kontrolo in delaš neke drame, delaš neke razkole v odnosih tam, kjer ni treba. V bistvu si otežujemo sami sebi življenje. In naš ego je itak edina stvar, ki nas drži nazaj. In ko enkrat to spoznaš, ko spoznaš te svoje obrambne mehanizme, kjer imaš, torej v odnosu s partnerko, ki ti pove mogoče ena stvar, ki jo moti pri tem, kar si naredil. In če ti ne delaš na čustveni inteligenci, se spustiš v bitko, je ne poslušaš, mogoče ne vidiš, kaj ti želi povedati, pa eno stvar mogoče bila dobra za tebe tudi. Nimaš ti jasnosti in se pol odzoveš reaktivno, napadeš nazaj, pride do konflikta, bumf, poč, se zdereta ena drugega, greta vsak v svojo sobo in konc. Problem je ostal, ker se ga nista rešila. Pustila sta, da je oba ego prevzel, in je pol prije do te eksplozije in pol gresta vsak stran, se stvari pol malo na živčni sistem je tako narejen, da nas zna sam zaregulirati, se malo umirimo, malo zadihamo, malo distrakcija, pa prijemo zvečer iz vsak svojega konca spet skupaj in ko bomo zvečer jeli, kakor da nič se ni zgodilo, in gremo pol naprej. In pol čez 3 dni ista situacija, ker nismo razrešili, ker nismo prišli do neke rešitve, se vse ponovi, znova in znova. In te ponavljajoči vzorci so tisti, ki nas najbolj bolijo. Ker se tebi ena stvar prvič zgodi, tudi približno ne boli toliko, ker se ti je že zgodila že 50-tič, 100-tič, 1000-tič. To so one stvari, ker res se čutiš nemočnega, ker ne iščeš rešitev novih, ker skozi delaš eno in isto. In izslepri je ta nemoč. Ene in iste težave rešujem na en in isti način in izslepri haja jeza. Na nas pa je, da pač mi prevzamemo odgovornost, pa rečemo, to mi ni kul, da se mi to ponavlja, kaj lahko naredim drugače. Ali grem kjermu strokovnjaku, ko mi tle pomaga, ali kjer knjigo roke vzamem, če nimam zdaj že teh orodij, ki lahko jaz ta orodja dobim, kako lahko jaz svojo čustveno inteligenco razvijem, da bom jaz svoje čustva sebi v prid uporabljal, ne da bom jaz njihov suženj ali pa da bom zaradi njih trpel. In
to je pa odgovornost vsakega posameznika. Ne. To bi bilo fajn, mogoče bi v osnovni šoli imeli kot obvezen predmet, ne, ker to se meni zdi kar pomembno za življenje, če hočeš imeti res kakovosten life. Ampak ne, boljše, da si nabijemo svojo glavo 300 letnic, ki jih bomo itak pozabili, tako kot bomo test odpisali. To smo zdaj ful pomembno, ja, da bi že imeli zgodaj, da bi se začeli učiti in skrb za svoje telo in mentalni procesi in odločanje in prevzemanje odgovornosti, ampak ja, pole na koncu pade na vsakem posamezniku, ne, da to in se mi zdi najboljši pokazatelj, da ti raste čustveno, mentalno in čustvena inteligenca, je da v bistvu, kadar ti nekdo pritisne na tvoj trigger, recimo v partnerskem odnosu, da se tisti čas med triggerjem, kadar ti nekdo pritisne in tvojo reakcijo, da se začne podaljševati. Ker na začetku preko začneš tem delati, je takoj trigger, puf, reakcija. Kadar pa začneš delati na sebi, se pa pole tu podaljšuje. Mogoče na začetku je pol sekunde, pole 1 sekunda, pole se že zaveš, kaj se je zgodilo in se malo omakneš, pa se takoj pomiriš in potem malo probaš obvladati ego, ta pa obvlada čustva, ampak spet je proces, ne. In že to recimo, da prepoznaš trigger, aha, tu me je zdaj triggerlo, ne, da ne takoj reakcija, že tu je napredek, ne. Ne, in potem podaljšuješ in tu je pa, se mi zdi, ta prava rast na sebi, ne. Ena izmed delov, ne. Ja. Točno tako. Ja. Veš, ki bi se še malo ustavil, ta recimo primer pokerašov, igralcev pokera me ful zanimiv, pa me zanima, kako recimo to poteka. Pač tam itak moraš imeti poker face, ampak od zadnji, verjetno noter v tebi se pa dohajajo razne stvari, ki jih pole nočeš pokazati na mizi. Kako pa tam recimo neki mentalni procesi, čustvena inteligenca, čustveni procesi, kako pa tam potekajo pri teh igralceh? Jaz delam z online igralci. Okay. Večinoma, imel sem eno obdobje tudi nekoga, ki je te live turnirje igral, ampak večinoma delam z temi online, ki igrajo. Ne. Torej, obrazna mimika tam ni pomembna. Je pa pomembno, da imaš ti sebe pod kontrolo, ne. Torej, da te ego ne prevzame, da se ti tako, veš, da ti razumeš, kako ti sprejemaš odločitve, kadar si ti v tem flow, ko imaš občutek kontrole, pa kako sprejemaš ti odločitve, ko nisi v tem stanju, a ne, ko se počutiš ogroženega, ko se počutiš, da nimaš kontrole, a ne. Recimo, če si ti glikar naredil minus 50 000 evrov minusa, boš drugače igral, kot če si pri nuli pa do 50 000, ne. Ker pri minus 50 000 si ti imaš sebe v nekem položaju, ko hočeš priti nazaj, in kad ti hočeš priti nazaj na eno točko, na kateri si že bil, si velikokrat, skoraj vedno, bolj nepotrpežljiv, povečaš tveganje, a ne? Potem se ne zanašaš več toliko na svoje znanje, statistike pa razumevanja igre, ampak začneš sprejemati bolj rizične odločitve, bolj začneš računati na srečo, ker v pokru tudi sreča je faktor, nezanemarljiv faktor, in če je imel mogoče nasprotnik par handov, ko so je statistika bila tepu v prid, pa je še vsem zaradi variansa, zaradi sreče šlo prid tvojemu nasprotniku, te lahko to začne frustrirati in iz te frustracije tudi sam začneš na srečo računati, ampak na koncu je statistika tista, ki bo v 1000 handih naredila razliko. Ne? In tle pa začnejo dostikrat zgubljati neko kontrolo. Ne? Kar jim jaz pomagam, je, da se oni razumejo, kdaj so v enem od teh stanj, ne? Kdaj so v tistem stanju, ko igrajo bolj riskantno, ko hitro klikajo, ne? So nepotrpežljivi, hitrejš klikajo, hitrejš grejo čez poteze, hočejo kakor z glavo skozi zid mal, ne. In to pa na tem res pač visokem nivoju, ne, na teh high stakesih, te pa lahko to zelo hitro, zelo veliko stane, ne. In prvi del je, da jim jaz pomagam pri razumevanju sebe, svojih čustev v tem procesu, drugi pa je, ko pride do situacij, ko imajo slab dan, ne, ko so v tem stanju, ko sem ga preopisal, pa zgubijo kontrolo, pa mogoče zgubijo 100, 200, 300 evrov. Ne? In kako pa to sprocesirati, kako iz tega lekcijo potegniti, kako se potem pobrati, kak je ta proces, greš v bistvu čez proces žalovanja v bistvu, ne? Ko greš čez to, ne? Od tega, da nočeš tega sprejeti, do tega, da si jezen, ne? Do tega, da sprejmeš, do tega, da pač neko lekcijo ven iz tega potegneš. A ne? In jaz jim pomagam, ta v bistvu, ko pride do teh
situacij, ko oni padajo, recimo ful dol ali pa ful gor. Isto, boje nevarno, ne? Ker si ti imaš ful dober dan, je glih tako nevaren, ko ima slab dan, kaj boš igral pa naprej. To je nek čustven ekstrem, da v bistvu oni vejo, v katerem stanju kdaj so in kako se njihov ego odziva na to in na katere stvari morajo biti pozorni, in kdaj mogoče tudi si reči, pač pogledati resnici v oči in reči, da jaz zdaj nisem v optimalnem stanju, jaz teh svojih čustev ne znam obvladati zdaj v tej situaciji in veliko lažje bom jaz ta denar, ki sem ga mogoče danes izgubil, dobil nazaj, ko bom jaz prišel v stanje, ko bom pomiren, ker zdaj sem sfrustriran, zdaj pač jaz ne znam pridobiti kontrole nazaj in je mogoče zdaj boljše, da se umaknem, zadiham, grem na en sprehod, probam to spustiti, spredelam, roka pokličem, predebatiram zadevo in grem naslednji dan spet v bitko. In pri teh procesih jim jaz večinoma pomagam. Jaz jih ne učim pokra igrati, jaz jih ne učim dualnosti, jaz jih učim, jaz se z njimi pogovarjam tako, da dvigujemo razumevanje sebe in v bistvu, da oni znajo boljše odločitve sprejemati. Jaz za nobenega ne sprejemam odločitev, jaz njim ne delim na svetu, ti bi mogli to narediti, ti bi mogli to narediti. Nekako skozi pogovor skupaj prihajamo do nekih spoznanj, do nekega globljega razumevanja sebe in skozi to pa oni dviguje performance. In jaz sem najbolj ponosen, sploh pri tistih, ki več let že delamo skupaj, kako se dvigne to samozavedanje, kako se veliko bolj neosebno lotevajo nekih takih težav, koliko hitrejš pridejo iz teh kriz ven, koliko je več njih pomirjenosti, zadovoljstva v življenju. Ker to je, poker je definitivno ena od služb, če to delaš profesionalno, ki je najbolj zahtevna. To je čustveno tako zahtevno delo, to je igrica, ki te not potegne pa te splune ven, če nimaš teh stvari poštimanih. To je, če imava midva slab dan v službi, ali pa če ne narediva tega, kar sva si zadala, pač nova naredila, bo drug dan mogla več narediti. Če ima slab dan, lahko zgubi vse, kar je 3 mesece delo do zdaj, ali pa cel let. Odvisno, koliko zgubi kontrolo. In high stakes so, ne? Ja. High stakes. In je fajn, da ima nekoga, na koga se lahko obrnejo, pa pogovorijo o teh stvarih, pa predelajo. In tudi po drugi strani imam pa tudi kakšne podjetnike, ki so zelo zaposleni, zelo pod pritiskom, zelo veliko so si na krožnik naložili, veliko enih odgovornosti, z velikimi ljudmi delajo, velike vajeti držijo v rokah in je kdaj treba kjere stvari spucati, kjere stvari odrezati, kjere sprejeti, kjere odločitve, ki mogoče z njimi odlašajo in jaz jim skozi pogovor pomagam priti do neke jasnosti, da se lažje odločijo. Spet ne govorim jaz, kako se ne odločijo, ampak pomagam jim postaviti pravo vprašanje in postavim, da sami sebi odgovorijo in da pa lažje sprejmejo odločitev. Tako da to je pa tudi nek tak del, ki je v bistvu tudi neka čustvena podpora, delamo na čustveni inteligenci. Mogoče ni to redno, je malo bolj na vsake toliko časa, ko pride, ko se malo stvari naberejo, ampak je pa dolgoročno sodelovanje. Se to mi zdi, saj v mojem smislu pomena besede coach, da pač on ti ne pove, kaj moraš delati, ampak skupaj prijasta do nekih odgovorov. Ko si rekel pri poker playerju, ti jih ne učiš, kako igrati poker, ampak ti jih učiš oziroma jih vodiš potem, kako postanejo boljši igralci pokerja. In to mi zdi ta prava beseda, coach iz Amerike, kar prihaja. Ti vodiš konja do vode, oziroma ti pripraviš konja, da bo pil, mu ne daš piti vode. Pač v tem prenesenem pomenu besede oziroma fraze. Jaz jim predvsem pomagam postati bolj funkcionalni ljudje. Ja, recimo. Ker ni pol, se to ne pozna samo pri pokru, to se pozna pri odnosih posod. Ti bolj sebe razumeš. Ta recimo tudi prispodoba pokra mi je zanimiva za življenje, ker tudi v življenju imaš upse in downse, ampak na koncu moraš kontrolirati svoje čustva, vedeti, kaj greš, se pač odločati čim manj čustveno, čim bolj racionalno, če pa to ni prava beseda, ampak in pač imaš svojo pot, vztrajaš na temu in greš, čeprav prijajo nizki dnevi, višji dnevi, kadar prijajo višji dnevi, se ti zdi, da lahko narediš vse, spet ego, kadar imaš nizke dneve, je pa spet ego, nič ne bo z tebe, nič ne bo ono, ampak samo pač, čustva so tle in gremo dalje v tej smeri. Zdaj za konc, mogoče, ti pride na pamet, če kakšna taka stvar, kakšni izzivi, ki jih imajo
tvoji klienti, a pa recimo vidiš tako v današnjem svetu neke izzive, o katerih nismo še govorili danes, ko smo predebatirali kar veliko stvari, če ti prija zdaj kakšna taka na misel. Ja, soočanje, malo sva že govorila o tem, ampak presenetljivo veliko ljudi, mislim, niti ne presenetljivo, no. Veliko ljudi je, ki imajo težavo z nekim soočanjem s to resnico, a ne. Jaz z velikimi delam resnico v kakšnem smislu? Da je bila izrečena kakšna laž, da je bila narejena kakšna zadeva, ki mislijo, da jo morajo zdaj skriti in to nosijo sabo kot breme. A ne. In dostikrat pridejo do mene, ki čutijo, da to breme nosijo, ampak ne vejo, kako bi ga odložili. Nekako ne zberejo poguma ali pa ne najdejo načina, kako bi to ubesedili, ali pa se mogoče preveč bojijo posledic, ampak čutijo, da če bo šli tako naprej po tej poti, da jih bo razžrlo od znotraj. In kar v bistvu pol mi naredimo je, da v bistvu se naučimo, da je to stanje, v katerem so zdaj, veliko slabše, kot je kadarkoli lahko ti resnico poveš. In tle bi tudi pač tiste, ko poslušajo, res pozval k tem, da naš je tisti, ki te negativne scenarije zna res tako nam predstaviti, da se mi toliko posledic bojimo, da se ne upamo soočati s stvarmi. Ampak čist vsak, s katerim sem delal do zdaj, ki se je soočil s temi stvarmi, ki je odložil to breme, je bil na koncu ful boljši, kot je bil prej. In to je tudi ena od stvari, ki se mogoče ne govori toliko o tem, ker se bolj ukvarjamo s tem, kako ene stvari povedati, predvsem je pomembno, da mi povemo te stvari. Kako ni toliko važen. Bolj je važen, da se stvar sploh naredi. Isto, ko smo se tudi pri mejah pogovarjali. Ni toliko pomembno, da boš ti mejo popolno postavil. Stokrat bolj je pomembno, da sploh jo boš. Tudi če boš mogoče malo neroden, tudi če boš mogoče samo skregal, tudi če boš mogoče malo pozdignil glas, tudi če boš mogoče se ti bo glas malo zatresel, tudi če boš malo joko, kakorkoli. Ker čustva v takih trenutkih, ki se mi ene stvari bojimo, so zelo intenzivna. Najbolj pomembno je, da mi naredimo korak. Ko bomo petič naredili korak, pa bomo pa že malo bolj suvereni pri delanju tega koraka, pa bomo pa že lahko malo več pozornosti dali na to, kako bomo ta korak naredili. Ampak na začetku, dokler ti moraš narediti par nerodnih korakov, da lahko začneš te korake optimizirati. In tle se dostikrat ustavimo, ker mislimo, da moramo mi naštudirati do perfekcije prej in tle nas pa dvom pa strah ustaviti, da sploh ne naredimo koraka in nosimo to breme še naprej. Tako da bolj je pomembno, da sploh naredimo premik, kakor kako. Na vseh področjih in pri poslu in osebno. In da se učiš. Ena fajn knjiga, ki o tem govori, je Ready, Fire, Aim. Torej ne Ready, Aim, Fire, ampak Ready, Fire, Aim, da ti v bistvu, ko začutiš, da ne v eno smer moraš iti, da to narediš in se skozi delanje tega učiš, kako to delati boljš. Ker pa mi nas dostikrat pri napredku ustavlja to, da mislimo, da moramo vse o zadevi vedeti, če prednjo naredimo. Ker pa ne moramo, najprej rabimo izkušnjo. Najprej moramo iti čez ta proces, preden bomo ga mi optimizirali. Najprej moraš smučke gor dati, pa se malo spustiti, da malo začutiš, kak je sploh občutek na nogah. Ampak ne, kako se mi lotevamo stvari, prižgemo si YouTube in gledamo druge ljudi, ki smučajo 10 dni, pa knjigo o smučanju beremo in pol na koncu obupamo, ker rečemo, to je tako ni za mene, pretežko. Pa sploh nismo še stopili gor. To se mi zdi še ena taka pomembna stvar, ko sva že govorila, kdaj malo pozabimo podariti, koliko je to res pomemben. Dejanja so tista, ki delajo razliko. Super, evo zaključujemo pole v takej pozitivni motivacijski noti, tako da zdaj za zaključek imam še 5 zaključnih vprašanj zate, ki so direkt vezani na tematiko. Benessere, se pravi v italijanščini pomeni dobro počutje, plus osebnostna rast zraven, tako da me zanima najprej, kaj zate pomeni dobro počutje. Je tisto, ki sem že prej omenil, ta neka lahkotnost, ta radost, mir, to je zame dobro počutje. Tako da sem neobremenjen, da sem v tistem stanju, ko rad raziskujem, ko rad izkušam življenje, to je zame dobro počutje. 3 do 5 na svetu za več dobrega počutja? Poskrb za svoj telo pa ne samo takrat, ko zagusti, ampak da na tem delaš takrat, ko ne. Torej, da vzdržuješ neko dobro psihofizično pripravljenost. Ker če boš meditiral samo takrat, ko boš nervozen, pa če boš športati samo takrat, ko boš hotel kile zgubiti, boš se skozi vrtel v enih in istih vzorcih. Če boš pa ti to delo vsak dan, zato ker hočeš biti optimalen,
ti bo pa vse ostalo veliko lažje, zato ker bo tvoj stroj boljš funkcioniral. Spanje, ključ. Če ti ne spiš dosti, vse ostalo, nam reko džabe, ampak veliko težje. Jaz prvo stvar, ki tudi s klienti, ki delamo sploh te na področju performansa, prvo stvar, ko porihtamo, je spanca. Torej, da je vsaj 7 ur, 7 pa pol, 8, odvisno, koliko je za nekoga idealno, da se dovolj spi, da ti ne rabiš čez vikende podaljšvati, ali pa da ne spiš tudi spet preveč, da se zbuješ. Torej, da najdeš nek svoj ideal in se tega res držiš in to prioritiziraš. In da gradiš okrog spanca, ne da spanc zažiraš. To pomeni, da če jaz imam zjutraj ob 7 zavstati, najkasneje grem lahko jaz spat ob polnoči. Ne bom še jaz ob 2 zjutraj spat, vam rekel, bom danes 5 ur spal. Ko sem enkrat spoznal, koliko to vpliva na vse ostalo, na mojo čustveno stabilnost, na mojo sposobnost soočanja s svojimi težavami, sem videl, da tle je pač ena stvar, od kjer enostavno ne morem, nočem več odstopati in tudi ne. In odkar sem začel to resno jemati, poleg vseh ostalih stvari tudi, nimam več slabih dni. Ni danes sem pa z levo nogo ostal. Večja je ta konsistentnost, bolj ima stvari pod kontrolo. Tako da spanc, seveda prehrana, pa da pač kjerkoli stvar, ki čutiš, da ni dobra zate, da pač nehaš delati, simpel. Te stvari so zelo enostavne, mi vemo, kaj bi bilo dobro. Mi to vse vemo, samo ne spravimo v prakso. Ja, preferiramo to lažbo, kakor pa funkcionalnost. Raj se bom jaz to lažil, pa bom v vlogi žrtve, kakor nam prevzel odgovornost, pa bom rekel, pismo, jaz se hočem pa dobro počutiti. Ko začnemo to prioritizirati, začnemo bolj zdravo živeti, začnemo se soočati s svojimi težavami, začnemo meditirati, začnemo dobro spati, začnemo skrbeti, da imamo dobre odnose. Ker ni samo ena stvar pomembna je cel paket, da ti na vseh frontah si najboljša verzija sebe in se trudiš. In ponovadi, če začneš z eno, 2 stvarmi, potem potegnejo noter še ostalo. Če začneš ti telovaditi, ti gre boljš za jesti, kajtek se hočeš boljš počutiti, poleg telovadiš boljš ješ, tudi spanc je boljši, in potem tu ustvari še boljš počutje, poleg delaš še več tega in kar naenkrat gre tako spirala gor. Tako da samo te osnove treba poštimati, da se ti poleg dvigne celo življenje. Zdaj, tretje vprašanje. Kakšen nasvet bi dal sebi, oziroma kaj bi sebi rekel pred 5-10 leti? Zaupaj svojemu srcu, ko ve, kaj je dobro za tebe. To je glavna stvar. Mi imamo, naše telo je super mehanizem, ki ti da vse informacije, ki jih kadarkoli rabiš. Poslušaj se, veš, kaj je dobro, veš, kje ima slabo vest. Upoštevaj slabo vest. Upoštevaj svoje želje. Ne samo o njih razmišljati, ampak pet v akcijo v tej. To se mi zdi neko tako optimalno izhodišče. Četrto, najboljši nasvet, ki si ga prejel v svojem življenju, oziroma tisti, ki ti je najbolj ostal v spominu? Zdaj, če pomislim, kjer ga mogoče spomnim, enkrat, takrat ga nisem toliko razumel, pol kasneje sem ga pa, ker je bilo v bistvu, da dokončuj stvari. Enkrat sem z nekom govoril, pa sem glih razlagal o tem, da sem faks naredil do diplome, pa diplome pa nisem. In mi je predlagal, da grem diplomo narediti, ampak takrat jaz res nisem videl nobenega smisla, ker je moja karierna pot šla čisto v drugo smer. In mi je rekel tudi, če ne zaradi drugega, da zaključiš, da pusti za sabo. In potem sem kasneje, res 3 leta nazaj. Sem to zaključil, pa nima nobene veze s tem, kar delam, ampak pač sam diplomo sem imel, sem rekel, veš kaj, toliko, da ta lup ugasnem. Ker mi ne zaključimo stvari, tako sva že prej govorila, naši možgani so tako narejeni, da vse stvari, ki mislimo, da bi bilo fajn na eni točki dokončati, tudi če se mi drugače govorimo, nas nenehno spominja. In šele, ko sem jaz to stvar zaključil, ko sem jo začel, pa sem tik pred ciljem opustil, sem lahko ta lup ugasnil, pa zdaj o tem ne razmišljam več. In ene stvari je vredno narediti sam, da ne rabimo več o njih razmišljati. Tako da to je ena taka stvar, ki mi je ostala v mislih in sem se navadil zdaj stvari zaključovati. Torej, ne odneham na pol poti, ampak damo se od sebe, prijem do konca, prijem grem lahko naslednje stvari delati.
Top. In še zadnje vprašanje, kaj je bila ena stvar, ki ti tebe najbolj pomagala pri tvoji osebnostni rasti in da si postal boljši človek? Iskrenost. Iskrenost. To je ena stvar, ki te vedno poravna s tvojim bistvom, s tvojim nekim poslanstvom, s tvojo usodo, kakorkoli temu rečeš. Pač, če si ti iskren do sebe, si iskren tudi, če si ti iskren do drugih, tako bom rekel, torej bod saj do sebe iskren, ni dualne iskrenosti, torej če ti bil navajen drugim izgovore govoriti, ga boš hitro tudi sebi povedal, in obratno, tako da če si ti iskren do drugih, si tudi do sebe, in če si do sebe iskren, hitro rešuješ pa svoje težave, ker si nehaš metati pesek v oči. Tako da bi tle res spodbudil, da smo v prvi vrsti iskreni do drugih in bomo do sebe kot neka logična posledica. Ker pa mi dostikrat delamo obratno. Do drugih smo neiskreni, ker nas je strah, do sebe smo pa neiskreni, ker nam laž pride v kri in ne ločimo več toliko laži od resnice. In pa smo do sebe neiskreni, zato ker je lažje sebi izgovor povedati, ker pa se vrat brcem pa reči, stvar je taka pa taka. Tako da iskrenost je eno tako orodje, ker nas vedno poravna na ono smer, ki je dobra za nas. Top. Evo, super pogovor. Take pomembne tematike, globoke tematike, tako da hvala ti. Zdaj lahko še malo deliš, kje te lahko ljudje spremljajo, kje dobijo knjige, ki si jih prinesel tudi s sabo, da si lahko malo pogledajo na videtu in tako. Lahko me spremljajo na socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, TikTok, naslednji korak imam ta handle. Lahko se udeležijo kakšnih naših delavnic, če imajo podjetje, me lahko najamejo, mi tudi organiziramo izobraževanje, posposabljanja na področjih, o katerih smo se zdaj pogovarjala, čustvena inteligenca, vodenje, obvladovanje stresa, komunikacija. Predvsem pa, če so ven te tematike zanimive, te dve knjige, naslednji korak pa prava odločitev. Prva govori bolj o osebni preobrazbi pa o obvladovanju pa razumevanju ega, kako res narediti spremembo, kako si svoje življenje tudi začrtati, kako osebno vizijo zastaviti, da ti res začneš živeti življenje, ki ga hočeš živeti. Druga pa o odraščanju pa o sprejemanju odločitev, da mi res začnemo sebe poslušati, in začnemo ceniti svoje mnenje, ne samo da poslušamo druge in odgovore iščemo druge. Ker vse odgovore mi imamo. Mi lahko zbiramo informacije, ampak odločitve je pa fajn, da prevzemamo sami, odgovornost za njih. Tako da to bi bilo z moje strani. Jaz bom dal pa vse povezave dol od spodaj v opis podcasta, tako da ne bo treba nič googlati, easy way. Tako da to je to, s tem zaključujemo. Zdaj imam zate še eno darilce našega sponzorja, Klet Brda. Vem, da sicer ne piješ alkohola, ampak boš pa podaril darila pridejo skozi prav, tako da boš pa komu podaril naprej in tako. Tako da hvala ti še enkrat in to je to, bagerija pa eno krasno vino. Odlično. Tako da to je to, hvala ti še enkrat, hvala za gledanje, poslušanje, upam, da vam je bilo zanimivo, uporabno in se vidimo v prihajajočih epizodah. Čau. Čau.